Spoštovani, moje ime je Aleš Ernecl, tokrat pobrit, po dolgem času mi brada več ni dajala užitkov in sem jo postrigel oziroma pobril. Moja gosta nocoj sta Zdenko in Sašo, moja standardna gosta in kolega iz Stranke slovenskega naroda. Preden smo začeli s streamom, mi je Zdenko povedal nekaj takih informacij, ki so me do srca nasmejale. Namreč od Zdenka sem zvedel nekaj, česar doslej nisem vedel, da je pol Albanec, tudi nekdanji slovenski predsednik, ki je hodil kaditi pipo miru z nekimi indijanskimi poglavarji v Južno in Srednjo Ameriko, svetovno znani lastnik gromozanskega psa Arturja, dr. Janez Drnovšek. To me je res do srca nasmejalo, če pa česa nisem vedel, pa nisem vedel tega, da je dr. Janez Drnovšek pol Albanec. Nam lahko kaj več poveš o tem, Zdenko? Ja, nič ni, to je staro znano. Mati je Albanka, no. Mama je Albanka, ata pa Janez, tako da 50-50, ne, pol. Ja, to je znano, nam, ki smo že dolgo na svetu. Te fore, ko slovenski moški osvoji balkansko žensko, so mi bolj všeč od obratnih situacij, ker si ustvarjam iluzijo, kako mi Slovenci kleni in pokončni vojščaki osvajamo za razliko od tega, kakor je najverjetneje resnica, da Balkanci po večini osvajajo naše ženske, ne? Ja, Kar pa je malo degrading. Ja. To, če smem, kar v 90% so Slovenke osvajalke Balkancov proti 10% moški, to imamo kot Stranka slovenskega naroda že vse razjasnjene pojme, vse jih moramo imeti, ne, zato smo Stranka slovenskega naroda, ne. Tako da večina slovenskih žensk je v 90% osvajalke so Balkanci, ne. V 10% moških, samo 10% moških, pa v tej sliki je pa, ki osvajajo Balkanke, oziroma so njihovi partneri. Tako se pravi, če so Balkanci 90%, tudi teh 90% je vzgoja po balkanski, potem, ko pride potomci, ne. Tako da tisto, ko se je v Jugi reklo, ovako mlada je več Slovenka, je nekaj na tem, torej. Ja, nekaj na tem. To še izvira iz Jugoslavije, z bratstva in enotnosti, ne, kjer so Balkanci prihajali sem v te kraje, pobrateni, ti Slovenci so šli dol, tam so še žile malo rezali kot Indijanci, se pobratili, ampak Balkanci so obenem izkoriščali tudi priložnost, da so po domače nažigali te slovenske ženske, ne, takrat. In tu je tudi danes še mnogo teh potomcev, Balkancov tukaj, ki pa tudi ne poznajo očetov, pravzaprav, ne, ker so potem bili Slovenci krivi, ker takrat se ni moglo genetsko ugotoviti, tako kot je danes razvoj, kdo je odkot, ne. To je pa morje je pa je bilo tudi problematično. Morje tudi, ja, tudi to je bilo. Žal, moramo nazaj preštudirati, odkot smo mi, ne. Te naše majhne, prelepe, dehteče živahnice, ali kako naj jih poimenujemo. Čudovito so nam zmešale naš genetski pool. Ja, kapo dol pred našimi ženami. Šalo na stran. Pred 2 dnevoma me je skoraj kap, ker se je iz nič pojavil članek novinarja tako imenovanega medija, ki se mu reče Reporter, katerega lastnik je kontroverzni Odlazek, kontroverzni, vsaj če berete Novo 24 TV,
sicer pa ne vem, če je kontroverzen, pojma nimam. Ampak ja, Odlazek je lastnik tega reporterja in tam je novinar Igor Kršinar. In Igor Kršinar je o meni objavil naslednji članek z naslovom, če mi dovolite, da ga preberem, se ni tako dolg. Janša deli klonirano vsebino plagiatorskega portala fašista Ernecla. Srbski original Balaševića označil za panonsko pizdo. Na spletni strani strankarskega tednika SDS Demokracija so navedli 30 portalov iz svojega medijskega imperija, na katerih objavljajo klonirano vsebino, ki se pojavi najprej na enem portalu, nato pa še na ostalih. To očitno tale medijski imperij SDS-a niti ne skriva, kako deluje, ne? Ampak kakorkoli. Kršinar nadaljuje takole. Med zamolčanimi portali je Informer, za katerega skrbi skrajno desničarski filozof in zanikovalec holokausta Aleš Ernecl. Igor Kršinar, še enkrat, ker očitno ne razumeš stvari na podoben način, kot jih ne razume tvoj kolega Nenad Glüks, nikjer in nikdar v javnosti nisem zanikal holokausta. Kar sem jaz tvojemu intelektualno podhranjenemu kolegu Nenadu Glüksu dejal, je tole, da je slika, fotografija, kante, na kateri piše, da je notri strup, epistemološko zelo šibak dokaz za holokaust. To je vse, kar sem jaz rekel, in najna celotna razprava se je kasneje razvijala v to smer in o tej temi, dokler jaz nisem njega blokiral, ker se mi je zdelo, da samo na podoben način, kot je pred leti tista novinarka Newmanova skušala iz Jordana B. Petersona izvabiti neke kontroverzne izjave, tudi tale skušal iz mene izvabiti neko priznanje, ja, da jaz zanikam holokaust, mene za ta holokaust baš boli organ, ampak kakorkoli v javnosti nikjer, nikdar, nikoli nisem zanikal holokausta, niti nisem podal nikakršnih trditev o tem, je pa vaš bebal novinar Nenad Glüks na podlagi te najne razprave pošiljal pritožbe in se jokal vsem izraelskim ambasadam v okolici tja do Dunaja. To glede tega. Kar se tiče zamolčanega portala Informerja. Prvo, Informer je v lasti mojega prijatelja Zdenka Pupaherja, in jaz se z njim ne ukvarjam nič. Nič nanj ne nalagam, nič nanj ne pišem. Moj prijatelj in nekateri njegovi zaposleni včasih nalagajo določeno vsebino, ki jo jaz proizvajam na YouTubeu, ampak jaz s tem tako rekoč nimam nobene zveze, razen da se vsake toliko s svojim prijateljem Zdenkom slišim. Zdenko živi v Beogradu, to smo že zdavnaj pojasnili, tudi Zdenko je pojasneval to za slovenske medije, kakorkoli. Tale Informer je od prijatelja Zdenka, ni od mene, ampak tudi če je od Zdenka, nima z SDS-om prav ničesar opraviti. V preteklosti bi imel, če bi se pač kdajkoli dogovorili z Janšo in z SDS-om in z Novo in tako dalje, ampak do tega nikoli ni prišlo in ta Informer nima nobene zveze z SDS-om in z Demokracijo in nesmiselno in nekorektno je reči, da je Demokracija zamolčala Informer, ker ga ni imela kaj zamolčati, ker ta Informer ni njen. In tale tip nadaljuje. Ta je sprva urejal portal Politikis like 100 years ago, Kršinar, ki je bil takrat v lasti sedanjega poslanca SDS Dejana Kaloha, nato pa je ustanovil, kot ga je sam imenoval, fašistični medij NTA. 100.007 krat pojasnjeno,
Jaz nimam nič proti fašizmu, če je definiran na korekten način, imam pa proti fašizmu, kakor ga definira javnost in kakor ga kot pejorativ dojema in uporablja tudi Kršinar. Zato jaz, ko sem rekel, da sem fašist, da sem urednik fašističnega medija, nisem imel v mislih, da sem res urednik fašističnega medija, kakor ta pojem uporabljate vi, ampak sem to uporabljal sarkastično. Sarkastično sem uporabljal zato, ker novinari, kakršen je Kršinar in pretežno levičarski novinari, o meni in o meni enakih govorijo kot o fašistih. Ok, Kršinar, imaš IQ pod 70, da bi je to preveč abstraktno zate, ti še pridem v živo ponazorit, ali boš zdaj razumel in bodoče tega ne boš uporabljal na tak način in o meni pisal takih bedarij, verjetno ne, ampak vsaj gledalci naj vedo, zakaj v resnici gre. Se pravi, v nadaljevanju piše, citiram, sem odgovorni urednik novega slovenskega fašističnega medija, ki se imenuje NTA, Nacionalna tiskovna agencija, se je predstavil v pogovoru s svojim gostom, pa znanim supremacistom, konspiracistom in rasistom Stefanom Molinjujem, ki je med normalnimi in izobraženimi ljudmi znan kot anarhokapitalist, libertarec in kapitalist. Noben supremacist, noben konspiracist in noben rasist. Če je, po čemer Stefan Molinju znan ali je bil znan, dokler je imel svojih milijon naročnikov na YouTubeu, je bil po tem, da se je vseh hipotez, ki jih je kadarkoli vzel v obzir, loteval skrajno in do potankosti argumentirano in skušal skrbeti za dokaze in nikoli ni bil noben konspiracist in nikoli ni proti nikomur sejal nikakršnega sovraštva. Ampak ker je Kršinar na podoben način neizobražen ali pa mu odlazek briše rit, perpetuira tisto, kar je prebral na Wikipediji, ki jo zapolnjujejo seveda kdo pa drug kot člani plemena nemških škratov iz organizacije oziroma institucije, ki se reče ADL, ki je znana židovsko-supremacistična in antibelska, antievropska in antikrščanska organizacija, namenjena defamiranju in desakralizaciji vsega, kar je sveto nam, Evropejcem in Belcem. In če ji karkoli rečeš proti tem ljudem, te napadejo, da si ti supremacist, da jih ti sovražiš, čeprav so oni instigatori vseh antagonizmov, instigatori vseh konfliktov in vedno in samo in izključno oni začetniki kakršnih koli teh razprav o sovraštvih in tako dalje. Zato Kršinar odjebi. Zaradi te izjave so sodelovanje z Erneclom prekinili mnogi najavljeni kolumnisti, med njimi tudi Vinko Gorenak, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, a slednjega očitno Ernecl ne moti tako zelo, da ne bi delil povezave na Informer, kadar Ernecl objavlja klonirane vsebine drugih portalov iz medijskega imperija SDS. Še enkrat, jaz ničesar ne objavljam. Ernecl ima na Informerju tudi oddajo v nedeljo 1 na 1, ki je očitno plagiat bolj znane oddaje Uroša Slaka na Pop TV. What the fuck? Kakšen Uroš Slak neki? Mislim, moje vsebine, moj intervjuj, moj način spraševanja, moj način argumentiranja, moj način razmišljanja nima ničesar skupnega z diletantom in obupnim in ostudnim novinarskim preizpraševalcem, ki se imenuje Uroš Slak, in bog ne daj, da bi jaz karkoli kopiral od tega idiota in od nekega Pop TV-ja v nedeljo 1 na 1, one on one, kar je bilo v začetku, ker imam večino gostov v začetku, sem imel tujih, ne domačih in tako dalje in tako dalje. Idiotizem.
Sicer pa je tudi Informer kopija istoimenskega srbskega tabloida in portala, ki velja za trobilo avtokratskega predsednika Aleksandra Vučića. Z njim obračunava z nasprotniki režima, na primer za nedavno pokojnega pevca Đorđa Balaševića, so v naslovu napisali panonska pizda. Balašević, mimogrede, Kršinar, je bil dolga leta moj sosed, oziroma sosed naše družine. Pred mnogimi leti živeli smo skupaj v bloku in bili živeli od vrat do vrat oddaljeni kak meter, poznali smo se osebno in tako dalje. Ampak ja, to je to, kar sem želel povedati o Kršinarju in o Reporterju, čeprav dvomim, da bom dosegel kak učinek v smislu, da me ta idiotski novinar več ne bo vlačil po zobeh in o meni govoril kot o nekem fašistu, medtem ko sem za 60 dni blokiran na Facebooku, ko so mi včeraj oziroma v roku 2 dni ukinili oziroma zaklenili 3 Twitter profile zapored na podlagi mojega IP-ja in tako dalje in tako dalje. Ta kretenčina poosebljena, pa mi še vedno in vedno znova govori fašist in tako dalje. Se opravičujem, ker je bil uvod tako dolg, se opravičujem gledalcem in tudi vama, draga gosta. Kaj si vidva mislite o tem? Zdaj ne, Sašo, kaj povej? Midva smo že govorila. No, dober večer tudi z moje strani. Ja, kaj ti ne povem, Aleš, vse veš, pri nas ne samo, da so pojmi levi in desni skregani, ampak so tudi pojmi fašist, ne fašist, ne vem, osvoboditelj skregani, ne. Pač to je zgodovina, holokaust je zgodovina. Vemo, da se danes zapira v Nemčiji 90 let stare ženske, zaradi tega, ker verjetno dementne sploh več ne vejo, da je holokaust obstajal in ga z tem razlogom zanikajo. Ampak to je pač, mi danes moramo iti naprej z korak z časom, ne, naprej. Tako da tu nimaš kaj, vidi se, da ta novinar nima pojma, ne. Vsi danes desničari smo označeni za fašiste, vsi nacionalisti smo avtomatično označeni za fašiste, ne. Čeprav mi vemo, da to ni tako, ne. Jaz recimo sem velik nasprotnik nasplošno germanizacije, tudi danes sem več Nemčija in Avstrija ne dopadeta. Tako da glede tega mislim, da je kontradiktorno samo po sebi, ne, ampak nas na ta način nekako provocirajo, ne. To sem že opazil tudi, recimo, da se nas nacionaliste, da se nam rado očita, da pač neke slovnične napake in vejo, na katero struno morajo igrati, ne, enostavno. Vejo, kdaj bomo trznili, vejo, kdaj se bomo razpizli, vejo, kdaj bomo pokazali ta svoj temperament, ne, in na to struno igrajo, tako so igrali tudi pri tebi, ne. Mi pa normalno, ne, tudi tako kot smo pač vroči krvni Štajerci, bomo se branili skozi na neke take bedarije, bomo vedno odgovarjali na svoj način. Zanimivo, da si to povedal v zadnjem času, ko delam na avstrijskem Štajerskem, ne? In to bi bilo podobno, kot da bi jaz šel med njih. Mislim, to so ljudje, ki, jaz sicer govorim nemško, ampak to so ljudje, ki govorijo svoj zelo specifičen dialekt, ki ga jaz, ki tudi malo slabše slišim, ker predolgo poslušam glasno glasbo, ne? Jaz jih včasih nič ne razumem. Pa ne želim jih žaliti, ampak skušam ponazoriti, kako to zveni fonetično. Kot da bi ves čas jodlali, govtajo glagole, končnice, besede. Tu ni nekih smiselnih, celostnih stavkov, ampak to je tako, da bi jaz zdaj prišel tja, pa rekel, in bi oni rekli, glej, fante, pač ne želimo te več tukaj, ne? Ker pač ne želimo več ekonomskih migrantov iz Slovenije tukaj, ker znižujejo ceno našega dela in tako dalje, do česar po mojem mnenju imajo Avstrijci pravico, ne? In bi jaz začel, kaki domoljub ti si, ker ne govoriš knjižne nemščine. Pa veš, kaj bi mi avstrijski Štajerc naredil?
pa boli nekega padka za knjižno nemščino. On s tako samozavestjo govori ta svoj štajerski dialekt, da se mu gladko fjučka se mu za ljudi, ki domoljube imenujejo nedomoljube, zato ker Slovnica, ne? se ne držijo slovnice. What the fuck, slovnica je umetna tvorba, ljudje. Družbeni konstrukt. Tu sem samo želel še povedati, da me ne bo slučajno narobe kdo razumel. Ne? Meni so Avstrijci, sploh Korošci pa Štajerci kot narod, so mi zelo simpatični, ne? Pa imajo lepe navade, lepo kulturo, ampak politika avstrijska pa nemška zadnji cajt, ne? Se mi ne dopade. To sem, da ne bo kdo mislil, da sem jaz imam kaj proti Avstrijcu kot narodu, samim po sebi ne, ampak politika je pa zašla v napačno smer. Mislil sem, da zdaj za tem Kurcem bojo mogoče malo krenili, bom rekel, proti sredini, ne, ker desno, tako smo vedeli, da ne bojo šli, ampak smo videli, da je to podobno kot pri nas Janša, ne, marioneta, igra za gledalce, ne, gledališče, drama, ne. Tako da tudi Kurz ni bil neki pristen politik, ne. Triglavohodec. Ja, promotor slovenskih Alp. Potem si ga bomo zapomnili. No, če še smem jaz. Ja, Vinko, samo malo, da te pregledam. Samo da še povem to, ker so... Ja, me slišite? A me slišite? Pred Mihi damo, pa tebi tudi še dovolimo, Sašo, pred Mihi damo besedo, da jo bomo dali Zdenku, ker Zdenka sprašuje Real Vijak eno pomembno vprašanje, zakaj Google in DuckDuckGo ne najdete nobenega vira za trditev, da je bila Drnovškova mati Albanka. Ja, ta človek pa res ne ve, kar je bilo pred osamosvojitvijo Slovenije, da to bilo vse skrivnost. Vsa zadeva ne ve, da je bila takrat diktatura, da je bil partij Tito, da je bila UDBA in normalno v tistem času se je vse skrivalo, kaj je logično. Ne? In tudi danes niso dali ven, zakaj 90. leta niso teh podatkov dali ven, zato ker potem ne bi osvojili tako na lahk način oblasti, ne? Ja, tako to sprašuje, mislim. To je dejstvo, Drnovšek je po mami Albanec, to se ve in lahko tudi vpraša njegove sorodnike in bomo verjetno potrdili, ne. To je ena stvar. Druga stvar, kar se tebe tiče za tega novinarja. Ti ljudje so vsi novinari izpod 90. leta nazaj, ne. In njihovo mnenje je zdaj takšno, ravno kot ti govoriš, Aleš. To so ljudje, ki imajo še zblojene možgane, veš. To so ljudje, ki sploh niso prestopili v demokracijo. Ti ljudje so enostavno neumni. Oni ne vedo, kaj počnejo. Oni govorijo na protestih fašizem. Oni ne vedo, da če bi se to drli v fašizmu, da bi končali v kurilnici, ne? In tako lahko se derajo na vseh teh protestih. To je fašizem. To so vse ti zablojeni, pred 90 letom rojeni ljudje, ki pa zdaj tudi vodijo to državo. Od A do Ž. Nekaj nas je pa seveda drugačni, ki drugače razmišljamo, hvala Bogu, tok na kratko. Dobro, treba vedeti, da kar se Kršinarja tiče, Kršinar je še iz te stare garde reporterja, ko je reporter še bil sicer vazelinsko desni, ampak kljub vsemu reporter je bil desni. Ja. SDS-ovsko desni časnik oziroma medij, dolga leta je bil, ne. To so vsi Tito partija, novinarji Tito partija so se drli, zdaj so se pa preoblikovali, ampak niso se preoblikovali. Komunist enkrat, komunist do smrti, to je dejstvo. Razmišljanja nimajo, vsega ne morajo imeti, vse niso potovali po svetu, niso nikjer bili, fakulteto za družbene vede so obiskovali in to je vse, kar znajo. Veš kaj, Zdenko, Janši nič ne pomaga, da potuje po svetu, on potuje veliko, pa vendar. V novem času, v starem pa ni potoval. Dobro, mogoče pa res, mogoče moč kot mlad potoval. Se pravi, Miha, predolgo je trajalo, predno smo ti dali besedo. Pozdravljen. Ja, dober večer. Dober večer. Si poslušal, kaj, o čemer smo se pogovarjali? Sem.
kak komentar na to temo? Zdaj, kar se tiče teh novinarjev, ali spadajo pod Janeza Janša ali pod Milana Kučana, se pravi Glaskovi mediji, ne vem, jaz se preveč nasekiram, ko oni pišejo. Tako ljudje počasi dojemajo, kje je bit problema, zakaj je tako, kaj je v Sloveniji, zakaj stalno civilizacijsko stagniramo, ne, zakaj ne moramo imeti razvito gospodarstvo, zakaj nam vlaki vozijo 35 km/h namesto 150 km/h, pa take stvari. Ljudje se zavedajo, pač med sabo se obveščamo po socialnih omrežjih, čez dalje bolj se nagiba javno mnenje proti stranki slovenskega naroda, ker pač mi vse, kar smo naredili dobre stvari. Ali je bilo to, ne vem, ali je bilo to za mejo, ali so bili to razni referendumi, ali je bilo to, ne vem, ali je bilo to kakšne zgodovinske knjige ali karkoli. V glavnem, pa tudi, če ne bi nič naredili, glede na to, da nismo parlamentarna stranka, pa da se samo financiramo, da smo politični volonteri, tudi pravim, tudi če ne bi nič naredili, saj nobene škode nismo nikoli naredili, ne, če že drugega ne. Zdaj, malo bi se še tam na Avstrijo. Glejte, avstrijski narod ne obstaja. Ne, to je nacija. Ne, to je tako kot Američani ali pa Jugoslovani. Ne, to je nacija večjih različnih narodov. Zdaj, mislim, da tudi Avstrijci nimajo več v bistvu moralne pravice do slovenske zgodovine pa do slovenskega zgodovinskega prava, ker oni so se leta 1918 razglasili za nemško državo. In tle se vse neha, tle se neha Karantanija, tle se neha tle se neha vojvodski stol na Gosposvetskem polju, tle se neha Knežji kamen, to je zdaj samo še naše. Avstrijci so se pač leta 1918 temu odrekali. Ne, tako da nam nimajo več kaj zagovoriti. Zdaj pa, ja, Saša je rekel, da so mu simpatični Štajerci pa Korošci. Jaz bi tako rekel, po mojih lastnih izkušnjah. Korošci so sajeni zafrustriranci, z njimi tam težko kakšnega normalno najdeš, še Slovenca, ne kva šele nemškega Avstrijca. Kar se pa Štajerske tiče, to je pa čisto nekaj drugega. Tam so pa veliko bolj mehki, veliko bolj dojemljivi, veliko bolj prijateljske odnose gojijo z nami, tako da jaz upam, da se bo tudi na Koroškem to počasi začelo spreminjati. Ne nazadnje, po popisu v Pliberku leta 1946 je bilo cirka 99% Slovencev. Zdaj, če bi danes tam delali popis, pa verjetno jih obratno. 99% avstrijskih Nemcev, pa ostalo pa Slovenci. Tako da, ne vem, jaz osebno nobenih simpatij do Avstrije ne gojim, niti do tiste politike, do lastnih avtohtonih narodov. Ne, Slovenci smo tam avtohtoni, to je treba vedeti. Ne, tako bo ratalo tudi v Sloveniji. Če bomo pustili priseljevanje, to, kar počne Janša, ne, uvaža Šiptarje, ne varuje meje pred nasilnim vdorom nezakonitih migrantov iz Afrike pa iz Azije, tako se bo nam isto naredili. Počasi bomo v lastni državi manjšina. Tujci bojo pa pač govorili, da je to njihova država. Zato jaz apeliram še enkrat na vse Slovence, pozabite te parlamentarne stranke, kada jih ni bilo, izbrište jih iz svoje glave, pa volite normalne ljudi, ki hoče to državo imeti civilizirano, pa državo, kjer bomo Slovenci, večinski narod, pa kjer nam ne bojo drugi govorili, kva ne delamo v lastni državi. Drugi, ki države sploh nikoli imeli niso, ali pa imajo neko zgodovino čudno, kratko, ne, če pa že govorijo, da jo imajo, so jo pa ponardili. Ne, da to gre bolj na Hrvate, pa na Srbe tudi. To za enkrat. Kaj nam niso Srbi priskrbeli naše suverenosti?
Dobro, jaz govorim za malo bolj oddaljeno zgodovino. Rečemo do sredine 19. stoletja. Šalim se, Miha, nisem resno mislil, da so nam... Ne, se prav, to da razložim. Jaz to mislim do sredine 19. stoletja. Predtem bi težko v kakšnih Srbih govorili. V Hrvatih pa Hrvati so pa Hrvati, to so pa v bistvu Hrvardi, to je pa del slovenskega etnosa, kle sploh ni, oni so si sam prevzeli, oni so kvečemu se lahko rečejo Kroati. Ne, Hrvati pa Kroati, to sta dva popolnoma različna termina. Kroatija pomeni po slovenski Krbava, Hrvati so pa Hrvati, to so pa Hrvardi, mejni slovenski vojščaki. Ne, to je to. Srbi so nas osvobodili, ne? Niso pa mogli sebe osvoboditi turške okupacije, ki je trajala 600 let. Ne? Nas so pa osvobodili, ne? Veliki Srbi. Dobro, mi smo imeli srečo vašim kračkom. Srbi so si spremenili črko v B in so iz Servov nastali Serbi. Zakaj so se imenovali Serbi, glede na zemljevide, če greste iz 16. stoletja, pa iz 17. če greste pogledat, pa iz 18. tudi, tam piše Servija, napiše Srbija. Serbi so jih pomenovali zato, po Nikopolski bitki, ker so pač Lazarević pa je bil še ta. Sta postala turška vazala in sta se obrnila skupaj s Turki proti krščanski vojni. In od takrat naprej so jim govorili pač ne mi, v zahodni Evropi so jim govorili Serbi in na vseh zemljevidih so tisto Raško, pa mogoče še malo širši del Raške, so pisali to pomine Servija. Njih so imenovali Serbi, pač služabniki, turški služabniki, vazali. Potem so pa oni tisti VVB in so postali Serbi. Serbi so pač eni drugi, tam vsi vemo, lužiški. Čakaj malo. To je bilo s srpskim imenom. Kaj to insinuira, da so Srbi večje balije od Bošnjakov? Ne, v bistvu te Srbi, ki so zdaj Srbi, pa so bili prej Serbi, pa še predtem, v bistvu so to zgodovinsko zgledano, če gremo v srednji vek Slovenci. V bistvu mi smo to. Mi smo potegnili s Turki, ne, in to je to, ker Srbov kot posebenega naroda, da se bi, ne vem, da bi bil tam avtohton ali da se bi preselil, tega ni. To ne obstaja. Ne. To smo bili mi, nažalost. Ne vem, koliko turških sultanov je bilo Slovencev. Saj to verjetno Sašo ve. Vsaj 1, 3, 4 sultani so bili Slovenci. Eni parih je bilo, 2, 3 so bili sultani. Bilo je tudi veliko tega, ker takrat je pač Turki so veliko zasužnjevali, ne? In so avtomatsko potegnili dol Slovence in zato je, mislim, da okrog 5% je v vsakem Bosancu danes slovenskega gena zaradi tega. Takrat so pač bile populacijske številke manjše, ne? In mi vemo, da so ti turški vpadi na slovensko zemlje trajali neko obdobje in v tem obdobju bi naj okrog 500 milijona ljudi približno, čez obdobje 200 let, ki je so trajali ti turški vpadi, bi naj čez obdobje pač ta številka bila okrog 500 milijona ljudi, in to je zelo veliko število za to takratno populacijo. Kaj sem hotel povedati glede Korošcev, avstrijskih Korošcev, ker pač imam gori familijo, pa jih nekaj poznam, ko so tudi moje sestrične poročene z avstrijskimi Korošci in tako naprej. Špital na Dravi, je tam moja družina. Mislim, da so oni fajn ljudje, in da so nekako bolj bliže nam, Slovencom, ko pa nasploh Avstriji. Tudi rajši imajo našo vino. A to za koroške Slovence? Ne, koroške Avstrijce. Se pravi nemške Avstrijce. Tudi rajši imajo
Ja, za nemški. Ja, sej, lej, posod imaš tako pač definiram. ljudje takšne pa takšne, ne sej. V Sloveniji imaš tudi, rečemo, so levičari. No, ampak jaz nasplošno sem, mislim, zelo pozitivne izkušnje z nemškimi Korošci. Ne. Gori više, sever Avstrije pa ne več toliko. No. Bolj proti Dunaju greš slabše, jaz sem zdaj. Ja, morate dodati, če to prije Hajder vse zatiral, ne? Zdaj so pa kar spremembe po Hajderjevi smrti. Ne? Morate vedeti, da zdaj je pa vendarle čisto drugačni odnosi so, ker Hajder je bil nastrojen proti Slovencem. Ne? Sam pa... Navzven, kolikor vem, je javna tajna, da je bil topli brat Slovencem. Ja, ni bil? Je, dejstvo. To je dokazano dejstvo, tako rekoč. To sem ravno želel povedati, Aleš, pri večini Avstrijcev dobim taki občutek, ne, da oni navzven želijo biti brati z Slovenci, ne, kako pa glasujejo ali pa kako je njihovo mišljenje, ne, pa je verjetno malo bolj fašistično, ne, kot se predstavlja nadzven. Genetika je hudič. Mislim, da Avstrijci dobro igrajo to igro. No. Mislim, dve stvari je treba razčistiti. Avstrijci, tako Korošci kot Štajerci, imajo verjetno zelo podobno genetiko kot slovenski Štajerci in Korošci. Genetiko. Kulturo imajo najbrž drugačno. Kar se tiče njihove identitete, seveda je to Avstrija, v bistvu Österreich, Österreich, Reich aus dem Osten, vzhodno carstvo je to, ne? Vzhodno nemško carstvo, oziroma najvzhodnejši del nemškega carstva. Meni se ne zdi nič problematičnega, jaz mislim, da imajo do tega pravico in tale delna animoziteta ali pa vsaj skepticizem ali pa vsaj rahla zadržanost do Slovencev, jaz tega ne bi jemal kot za slabo. Želel bi si, da bi mi imeli več tega do naših južnjakov, pa žal nimamo. Ne? Pa ne zato, ker bi južnjake sovražil, ampak zato, ker je to način, to je družbeni mehanizem, s pomočjo katerega se priseljence sili v asimilacijo. Če ti nimaš tega družbenega pritiska, da te malo grdo gleda, da te malo po strani gleda, da si ti želiš, dve možnosti sta, ali se popolnoma obrneš proti domačinom, proti avtohtonemu narodu, proti avtohtoni kulturi, proti tej identiteti, ali pa si pač preprosto, in po mojem je to v večini primerov, želiš bolj pripadati temu okolju, kot če se te pusti pri miru, pa se ti da vse možne pravice, pa svoboščine, pa te noben ne gleda grdo, vsi te vabijo na kavo, pa te objemajo, samo zato, ker si prišel od drugot. Ne? Kak je lep južnjak, kak je lepi črnec, pridi sem. To nima haska. Potem ti bo pač še 6 generacij, ti bo ostal črnec, pa ne? No, to je bil moj point. Ja, jaz tudi mislim tako, da mi Slovenci smo nekako manj zaželeni v Avstriji, kot pa recimo Turki. Ne? Mogoče je to res zaradi Hajdera in te propagande, takrat, ki se je proti tem dvojezičnim tablam pa koroškim Slovencom vrtela, ne, in nabiranje teh političnih točk proti tem manjšinam. Ne. Ampak takrat, ko so se Avstrijci najbolj in ko se Hajder najbolj boril proti slovenski manjšini, so si z letali vozili Turke, ne, na Dunaj in so si zasipali, poturčili so si celo državo, pa ne samo s Turki, koliko je pa še tu Kurdov, pa Siricov, pa Alžiricov, pa Marokancov, pa pol Črna Afrika, ne, Nigerija, Kongo, mislim, popestrili so si zelo svojo družbo, nimam kaj za reči, ne. Zato se mi več Avstrija kot politika sploh ne dopade. Mislim, če bi danes šli v neko skupno zvezo z Avstrijo kot neki, ne vem, sistem ene države, dveh držav, kot je recimo bila Češko-Slovaška, ne, nas zasipajo. Mi, ne vem, če bi pol leta, če bi zdržali, pa bi bilo fertik, pa bi bili isti, ko je Dunaj.
problem. Če lahko sam jaz nekaj na kratko. Dva momenta sta v Avstriji, ne? Zakaj oni ne marajo Slovencev. Prvi moment je, oni bi na vsak način radi prišli na Jadran. To je prvi moment. Drugi moment je pa zamera. Tam zamera, ker smo šli pač s kraljevino Srbov, Hrvatov pa Slovencev. Ne, v bistvu oni to, ampak to je totalno šizofreno, kot prvič. Oni so proglasili nemško državo, drugič izgnali so svojega kralja oziroma carja, izgnali so Habsburško družino. Tako da, ne vem, to je zame, to so zame, ne vem, to je pa res iracionalno sovraštvo. Ne rečem, da bi Habsburgi vstali, pa rečemo mi Slovenci, gremo ven iz Habsburške monarhije, ampak ne, oni so prvič proglasili nemško državo, drugič izgnali Habsburge. In jaz res ne vem, kva imamo pol mi tam zadelati. Mi ne moramo biti del nemške države, nobene, nikdar nismo bili in nikdar ne bomo. Ja. Ampak, če smem samo jaz nekaj dodati. Ja, izvoli. Jaz bi dodal samo tu. Vendarle moramo nekaj upoštevati. Ne smemo biti, mi moramo priznati, da v tej arabski državi ni delovnih mest. In marsikatera družina slovenska se je rešila na ta način. Tudi jaz sam, ko sem imel družino, ko sem bil mlajši, sem moral iti, hvala Bogu, in moram reči, da so me v Gradcu lepo sprejeli. Tako da, vendarle tudi tu moramo upoštevati, da marsikateri slovenska družina se je rešila na način, da je pridobila finančna sredstva v sosednji Avstriji, kjer smo pa kot delavci zelo cenjeni, moram reči. Zelo cenjeni. To, kar je politično, kar nas kot nacijo, morda kot Miha govori, ne marajo, kot delavce nisem čutil, da nas celo spoštovali so nas, da smo najboljši delavci. Se pravim, Zdenko, na Štajerskem je čist drugačna situacija, kot na Koroškem. Tako da moramo tudi tu se zahvaliti. Je pa dejstvo, če ti prihajaš v neko državo masovno delati, vsaki te gleda po strani, tako kot mi te šiptari in to, neko prihajajo gor, češ, mi smo nekaj več, tako oni pa še sploh vzgojo od Hitlera imajo malo in tako naprej. Moraš razumeti, jaz jih čisto razumem, jaz sem se čisto dobro razumel z njimi, povedal sem jim tudi. Jaz ne govorim o tem, jaz govorim v političnem momentu. Jaz ne govorim o... Ja, se ne. Dobro, ampak na katerem nivoju? Smo delovna mesta dobili, v tistih hudih časih, ko ni tu delovno in še danes 20,000 ljudi dela preko meje, kar je zelo žalostno, seveda, ker pa imamo to oblast mafijsko, pa bo se to še nadaljevalo. Hvala. No, ampak jaz mislim, da je, če obstaja kakršnakoli animoziteta v današnjem času oziroma v zadnjih desetletjih med Avstrijci in Slovenci oziroma strani Avstrijcev do Slovencev, je bolj v tem smislu, da smo bili del prvega kontingenta globalizma. Jugoviči oziroma Slovenci, ki smo prihajali v Avstrijo na Gastarbeit, smo bili prvi kontingent neoglobalističnih, neoliberalnih trendov. In že takrat so Avstrijce, kot nas danes ob šiptarjih, napizdovali s temi forami, je pa se Avstrijec noče delati, Slovenec pa hoče. Slovenec ti bo za manj delal isto, Avstrijec pa hoče biti v pisarni. Z Jugoviči se je s tem začelo, s takim napizdovanjem Avstrijcev in Nemcev. In seveda, če imaš malo v glavi, vidiš, kako te napizdujejo in tudi v tem smislu imaš neko določeno distanco do teh ljudi, ki prihajajo. Ker veš, mi ne izumljamo zdaj tukaj tople vode o tem, kaj se dogaja v svetu, o neoglobalizmu, o neoliberalizmu in tako dalje, se govori že desetletja in se je govorilo že takrat, malce bolj potiho, ni bilo družbenih omrežij in tako dalje, ampak neke stvari so se vedle že takrat in Jugoviči so pač bili prva tarča tega. Obenem pa je tudi treba povedati, da je res to, kar je povedal Zdenko, o kakem grdem odnosu Avstrijcev do Slovencev govorimo, ko Avstrija, tudi Koroška, ne samo Štajerska, predstavlja za mnoge Slovence deželo, na podlagi katere oziroma s pomočjo katere smo ali sploh lahko preživljamo. Naprimer, tudi kar se tiče Hajderja. Kaj natančno pa je
kaj natančno je Hajderju pa sploh mogoče očitati, da je imel proti Slovencem. Hajder ni imel ničesar proti Slovencem, Hajder je imel proti tako imenovanim koroškim Slovencem, se pravi ljudem, ki živijo v Avstriji od leta ne vem kdaj, pa so se odločili živeti v nemški Avstriji, obenem pa so se odločili ohranjati slovensko identiteto. In moja hipoteza je, da to ohranjanje njihove slovenske identitete ne pomeni nič drugega kot to, da je en cel haufen društev, ki dobivajo subvencije od obeh držav. Mnogi ljudje zelo dobro živijo na račun igranja zvestobe do slovenskega naroda. In če problematiziramo kot suverenisti, če se postavimo v položaj avstrijskih suverenistov, ja, mi bi tudi imeli kaj proti nekim manjšinam, ki bi se vunduvale, pa pravijo, mi smo tudi Slovenci, mi nismo samo Avstrijci, obenem bi avstrijska vlada dajala denar, slovenska vlada bi dajala denar ORF. Aleš, ker gledaš čist za drug moment, kukar v Sloveniji. A ti je jasno, da smo Slovenci v Avstriji avtohtoni prebivalci, Nemci pa niso? A ti je to jasno? Mislim, da je malo razum neke stvari. To ne moreš sploh se ne da primerjati. Ne, Miha, zdaj pa se malo ustavi. Kaj misliš z avtohtonostjo? A podobno avtohtoni smo kot Indijanci, ali kaj ti s tem misliš? Kaj misliš to avtohtono? Lahko vam jaz iz prve roke povem. To je zgodovinsko naselitveno ozemlje, ki so bili Nemči, ki Nemcev sploh v Evropi še ni bilo, ki so bili še tam. Vredi, vse to vemo vsi. Pojasni mi čudež, zakaj toliko več ljudi govori nemško, če smo mi tukaj avtohtoni, in kaj za vraga se je zgodilo, da tako malo ljudi govori slovensko. Kaj se je zgodilo? Kako za vraga so nas lahko premagali, da so nam oduzeli tolikšno zemlje, če smo mi tukaj avtohtoni? Kaj so nas napizdili, ali so bili močnejši, oziroma so že od samega začetka bili številčnejši? Seveda zadeve niso tako enostavne, niso tako simplistične, da bi jih lahko razlagal na podlagi take distinkcije, ki jo ti delaš, oni so Nemci, mi smo Slovenci, mi smo tam avtohtoni, oni niso. To so ljudje, ki imajo isto genetiko kot mi, pa še kdo v srednji Evropi, ampak govorijo nemški jezik. Oni govorijo nemški jezik, imajo isto genetiko kot mi. Razumeš, mi smo avtohtoni v Evropi, Nemci so pa priseljeni tam pred 10.000 leti. Dokot v preteklost meriš avtohtonost? Dokot v preteklost? Kje zakoličiš točko? Si vzniknil do Adama in Eve? Do takrat, ko se da to dokazati. Do takrat. Zakaj bi bilo to merilo, ker to, da se do takrat da dokazati, še ne pomeni, da ni date, da ni informacij še za nazaj, oziroma to, da je takrat nekaj pomenilo, to še ne pomeni, da se stvari s časoma niso spreminjale. Recimo, da je nekdo, pridejo ljudje, ki govorijo nek določen jezik, pridejo na neko določeno ozemlje, potem pridejo drugi ljudje, ki govorijo drugi jezik, tam prevladajo ali pa imajo boljšo demografijo in izpodrinejo te ljudi in tako se to dogaja. Tako se s to domnevno avtohtonostjo dogaja. Ne moreš si ti lastiti nekega ozemlja, če si ga nisi sposoben prilastiti, prisvojiti, si ga ne moreš prisvajati. To so sanjarije, to je neki etnoidealizem. Etnoidealizem je reči, to smo mi, to je bilo naše. Ja, zakaj ga pa nismo osvojili? Saj smo ga osvojili, saj smo tam živimo. Čakaj, zdaj malo Miha, Miha, počakaj malo. Zdaj se dereš, Miha, že pa ure brez veze, malo počakaj, da vam jaz razložim z prve roke, ko imam familijo gore, da ta vedela, zakaj se gre. Koroški Slovenci so volili Hajderja. Jaz sem po koroških Slovencih, ki so gori v Avstriji, postal desničar. Zaradi njihovih teh načel prepričanj. Oni, točno tako je rekel Aleš, oni so se sami odločili, da ne bojo živeli v Sloveniji. In to je bilo samo enih par politikov, ki je igralo to igro točno zaradi teh 1000 društev, da so lupali denar. Je pa res, da so ob meji še zmeraj
družine naklonjene bolj Sloveniji kot Avstrijcem oziroma Nemcom. Gori neki tam okoli tistih jezder, pa to, ko se sanja, pa Gosposvetsko polje, pa to, tam pa več nobenega Slovenca ni. Pa tudi tisti, ko so Slovenci, ne želijo imeti pravic. Ne želijo, oni sami odstranjujejo dvojezične table, sami govorijo nemško, kjer bi lahko slovensko, in se sami predstavljajo za Avstrijce, ker vejo, kaj so se njihovi predniki odločili in kakšne so bile takrat njihove odločitve in avtomatično prevzemajo posledice. Je pa nekaj družin direktno ob meji, ki tukaj še bolj proti Alpam, tukaj pa še nekaj družin, pa nekaj vasi, ki pa želijo biti slovenske. Tudi danes pa se predstavljajo za Slovence. Večina, 99% teh, ki so se pa takrat odločili za Avstrijo, pa so danes Avstrijci, tudi njihove družine, ne želijo več biti Slovenci. Ja, to se brez veze kregati. To, kar si ti rekel, to sploh ne drži. Kaj se pa tiče Hajderja, ja, vredi, te pa ti veš boljše od mene, ko ja, seveda, da vem. Grem vsako leto 3 Tamle imam. Ja, jaz sem vsako leto 3 po Koroškem hodil, pa so se pogovarjali z ljudmi. Ja, za tebe pa so Korošci fašisti, ali kaj si rekel, pač, da so zagrnjeni ljudje. No? Za mene so pač veseljaki, ker jih imam 250. Ne, da je razlika, da so Korošci veliko bolj frustrirani. No, vredi, koliko imaš ti nemških Korošcev za prijateljev? Koliko imaš? V bistvu samo 3. Jaz imam 250. Temi 3 pa smo se pogovarjali, razumeš? Da še povem za Hajderja. Meni je Hajder šel na živce samo zaradi tega, ker je vlekel tisti knjižni kamen. Ne bomo prišli do konca, prosim, če bi šli naprej. Zato, ko imate tako mišljenje, pa je Slovenija danes tako velika, kakor je. Vse, ja, to je vse v redu, ja, se oni Slovenci so bili to. Ne, Slovenci so tam prisiljeni v asimilacijo, prisiljeni. Sploh ne veste, kakšno to Odločili so se biti Nemci, odločili so se, a razumeš ti to? Odločili so se. Ne, pojma nimaš, ne veš, kaj govoriš. Ne veš, kaj govoriš. Vsi vemo, da te pojma nimaš v zgodovini. Stari, ne veš, kaj govoriš. Ti veš o zgodovini samo iz Kurčevih knjig, ti nimaš nobenih življenjskih izkušenj. Ti se primerjaš z nekim Sašatom Vidovičem, ki ima... Ja, tako da ne, če smo se pogovarjali s tem z ljudmi, ki smo se s Koroškimi Slovenci pogovarjali. Ti nimaš nobenih življenjskih izkušenj, človek Božji, ti bereš knjige in to je to. Ja, saj ti pravim, da smo se pogovarjali s Koroškimi Slovenci. A se ti zavedaš, da so... S kolikimi Koroškimi Slovenci se ti pogovarjal? Sašo ima evidenco z 250-imi. Če jih ni več Koroških Slovencev... Sorodstvi, ti imaš kao 3 prijatelje. Pa kakve 3 prijatelje imaš ti? Pa in mi smo hodili po vaseh, pa smo se z njimi pogovarjali, kako ti a si glutal? Gremo naprej, ne boste skupaj prišli. Daj pomer malo hormone, no. Dajte se malo umiriti. Pa se lahko normalno boš ti pomiral hormone, čau. Hajdera so židovski agenti, so ga pospravili, to se ve, to je splošno znano, ker je že bil preveč močen. Poznam volilce Hajderja, imam jih v družini, ampak meni je Hajder šel na živce, predvsem zaradi tega, ker je tisti knjižni kamen vlačil vsi tam po parlamentu, pa tako malo je že res proti Slovencom sravga. Ampak še enkrat, če vzameš v obzir, da je to nemška Avstrija. Vse, za kar se je boril Hajder, je bila ta nemška Avstrija, za katero so se odločili tudi ti tako imenovani Koroški Slovenci in tudi sam govoriš, danes so, pa ne samo danes, takrat so se odločili, veš, daj nazaj so se že odločili. In ima nobene, če gledamo zgodovino, o tem smo se pogovarjali. Ja, o tem smo se pogovarjali nedolgo nazaj. Karantanja in Karniola, 2 zgodovinski pokrajini, ki sta bili pretežno mešani. Ni bilo, da bi bilo v Karantaniji 100% Slovencev in ni bilo v Karnioli 100% Slovencev. To sta danes pokrajini, ki jih mi imenujemo Štajerska in Koroška, sta bili mešani.
In oni dve sta Ampak, se Sašo, glejte- združili okrog 6. 7. stoletje in to je bilo srce Habsburške monarhije, je bila prostovoljna odločitev, prostovoljna združitev Slovanov in Germanov, se pravi dveh narodov, ki sta živeli v isti pokrajinah, se pravi v pokrajini Karnioli in v pokrajini Karantaniji. Ne? In takrat nastane prva država. In če gremo gledati te zemljevide, ki so jih napisali zgodovinarji v 11. stoletju Francozi, ne, ali pa v 10. stoletju, ne, priznani zgodovinarji, vidimo, da točno je narisana meja na današnjo Slovenijo in današnjo Avstrijo. Ne. Zajema tukaj zmes je, ne, in to je potem logično. To je šlo za neko spontano, prostovoljno odločitev in o tem tudi pričajo vsi ti običaji na vojvodskem prestolu, na Knežnem kamnu. Ne? Pričajo o nekem svobodnem prenosu oblasti navadnega kmeta na nekega vojvodo, grofa, kneza in tako naprej. Ne? To je bilo vse v harmoniji. Ne? Tako bomo nadaljevali. Hvala ti za ta prispevek, zgodovinski Sašo. Samo nekaj bi poudaril glede tega. Ko govorimo o tem, da so na teh prostorih vedno živeli mešan, da prostor vedno bil mešan v smislu Germanov in Slovanov, tu moramo ločiti dve stvari. Eno je ljudje, ki govorijo slovensko, ljudje, ki govorijo nemško in ljudje, ki imajo genetiko značilno za tako imenovane Slovane in genetiko značilno za tako imenovane Germane. To se lahko zgodovinsko, lahko imamo kontinuiteto pokrivanja, ne, prekrivanja, lahko imamo, ni pa nujno, oziroma se te zadeve čez čas oziroma skozi zgodovino se in mešajo, ne, da imaš tudi mešanje Germanov in Slovanov po genetiki in mešanje ljudi, ki govorijo nemško in slovensko. Imamo evidenco, ljudje si imel družine, ki so govorile in nemško in slovensko. Ne. To, kaj pa so smatrali kot svoj materni jezik, pa je bilo odvisno od tega, kateri ljudje, ki so govorili kateri jezik, so številčno prevladovali. Če imaš ti dve skupini, ljudje, ena govori slovensko, druga govori nemško, ja, vsilila bo svoj jezik kot uradni, tista, ki je številčnejša. In tisti, ki so številčnejši, ponavadi tudi zmagujejo v vojnah in tako dalje in tako dalje. In take razprave o tem, to je bilo naše, od nekdaj je bilo mešano, ni bilo naše in samo naše in celo zelo komplicirano je definirati, kaj to pomeni naše, česar se majc ne zaveda. Ne? Simplificira stvari do te mere, da govori, ja, to je bilo naše. Čigavo naše, majc, čigavo naše, majc. Čigavo naše. Če so od nekdaj tu živeli mešani Germani in Slovani, izpostavilo pa se je, da so se ljudje, ki so se zgodovinsko odločili kot skupina govoriti nemško, ja, bolj naplodili kot mi, ki smo se odločili govoriti slovensko. To je dejstvo. Bolj so se naplodili kot mi, zato imajo tudi več ozemlja kot mi. Zelo preprosto je. In tista ozemlja, na katerih smo morda mi, če je to sploh smiselno govoriti, v preteklosti bili, so nam jih pač vzeli, ker so toliko številčnejši in posledično vojaško in drugače močnejši. Zelo preprosto in to jokanje, to je bilo naše. Ja, ok, vredo, jaz nimam problema, dajmo vojsko na mejo, dajmo v Kras, Štajersko pa Koroško nazaj, če to zmoremo. Majc bomo to naredili. Komod gremo se streljati za Avstrijci, komod. Mislim, če smem samo tu nekaj dodati. Glejte, zgodovina pač takšna, kot je. Maribor je za časa Avstro-Ogrska bil mesto popolnoma nemško. Nemcov je bilo tam 20. leta 70%, 35% tako zgodovina pravi. Jaz nisem taki zgodovina, ampak to. Glejte, danes je slovensko. Tako da, tudi ko je se Koroška na plebiscitu izgubila, je normalno, germanski narod je številčnejši, ne? Mnogo številčnosti in je nacionalizem vsekakor pritiskal na Slovence kot malo skupnost na Koroškem, da je postasi propadla. Danes pa je res tako, kot govori Aleš. Kdo je danes? Tista skupina, ki črpajo sredstva, ne? Da bi ohranile
pod narekovaj neko slovenstvo na Koroškem, če ravno vemo, da ga tako rekoč ni več. Ne? To vemo, da ga ni. Da potrdim to, kar jaz govorim, zelo dober primer je recimo tole, imaš vzhodno Nemčijo in imaš zahodno Nemčijo. Ne? In recimo, da se, ko govorimo o haplogrupah, govorimo o R1A kot haplogrupi, naprimer Slovanov. O Germanih govorimo kot o nekom, ki ima pretežno haplogrupo R1B. In če ti greš pogledat mapo, mapirano vzhodno Nemčijo pa zahodno Nemčijo z ozirom na te haplogrupe, vidiš, da je vzhodna Nemčija, naprimer, ima prevladujočo R1A haplogrupo. To pomeni, da so genetsko, v genetskem smislu, če vzameš pač te haplogrupe za res, to v bistvu Slovani, genetsko. Se pravi, vzhodni Nemci so pretežno genetsko po haplogrupah Slovani. Zahodni Nemci so pretežno R1B, karkoli že to je, Germani, Kelti, ne vem, karkoli pa že. Ne? Ampak že to dobro ponazori, kako komplicirane so te zadeve in da je način, na katerega o njih Majc govori, popolnoma deplasiran in nesmiseln in preveč poenostavljen. Kako boš rešil to situacijo? Oni genetsko so Slovani oziroma Slovenci, tako rekoč, ne? Obenem pa je jasno, da se imajo za Nemce in so že desetletja, da ne rečem, verjetno še dlje, se imajo za Germane. To so komplicirane zadeve, veliko bolj. To je zelo komplicirano, tako kot si rekel, ne? Tu so mišljenja različna. Ne? Za 100 let nazaj se ne ve. To je moderna genetika. Če mi ne vemo, kaj je bilo pred 30 leti, ko smo se osamosvojili, zdaj laži nastale, kaj še le tisto. Ne? Ja. To je zdaj, tehnologija je malo prenesla ravno to, kaj Aleš ti govoriš. Ne? Ugotovili smo, da je pač ogromno, kot temu mi rečemo, Slovanov, ki govori nemško, pa ogromno Germanov, ki govori slovensko. Tako ti praviš večkrat, ne more biti jezik neka ločilo, ne more biti jezik neka meja. Ne? V glavnem jezik, kultura nista tako pomembna kot tisto, kaj se ti počutiš. Ne? In danes se ti avstrijski Korošci počutijo Avstrijce. Jaz vam povem, oni se pač želijo biti Avstrijci, že takrat so si želeli biti. Mogoče je, verjamem, da so nekaj teh vasi, ko jih je Miha obiskoval, to so obmejne vasi, ko so naklonjene še Sloveniji, pa so Slovenci, pa se imajo za Slovence, pa govorijo slovensko. Ne? To so večina, gled 99. To so podobno kot Srbi pri nas, to so podobno kot Srbi, Bosanci, Šiptari pri nas, ki se jočejo levičarjem in tožarijo Slovence levičarjem, češ kakih silimo v asimilacijo. To je čisto podobna zadeva z koroškimi Slovenci, ki trdijo, da jih Avstrijci karkoli silijo. Ista zadeva in recimo Haider, morate vedeti, Haider bi bil naš mednarodni zaveznik v obdobju, ko se borimo proti globalizmu. Haider bi bil antiglobalist oziroma avstrijski suverenist in ga že iz tega vidika moramo spoštovati, ne pa delovati subverzivno ali pa podpirati Slovencev, da delujejo subverzivno v Avstriji. To ni suverenistična država. Mi bi potrebovali enega Haidera, ne? Mi bi potrebovali enega Haidera, ne? 10 Haiderov, ja. Haider je predstavljal v Avstriji to, kaj predstavljamo mi v Sloveniji, ne? Ja. Haider je točno to, kar mi predstavljamo v Sloveniji. Pa nacionalizem, ne? Ja, natanko to in noben. Pa nacionalizem, ne? Mi nikogar ne žalimo. Poglej, da ti povem ta primer. Ja, da ti povem ta primer, glej, tam, ko živi moja družina, moji sorodniki se imenuje Petelini Breg. In tam je ena cerkev, je postavljena pred enimi ruševinami starega grada. In to je od njih, je to oddaljeno 500 metrov. Nikoli me niso tja pelali, dok nisem šel sam tja. Ne veš zakaj? Zato, ker tam na tisti tabli piše prvo, da je bil lastnik tega gradu Slovenec. Ne? In oni so to toliko skrivali pred malo krvejo, koliko vam jaz rad zgodovino, da bi jaz njim to pravil, pa vi ste Slovenci, ne? Da niso, dok nisem sam enkrat šel tja in to ugotovil tako dolgo in potem, ko sem jim
to začel razlagati, so pa pa čist druge teme, pa to razumeš. Oni se imajo za Avstrijce, oni so Avstrijci, sicer je to res špital, je res čist že bolj gor, ne, na severu, ampak tako je rekel Zdenko, mi nismo vojne izgubili. Maribor je bil nemški, Celje je bilo nemško, Radgona je bila nemška, to so bila nemška mesta, to so bili Nemci tu, Apače, to je bilo vse nemško, to smo mi vse poslovali, ne. Ja, to smo mi dobili, ne. Tisti pa, kaj so se pa sami odločili, pa še danes bi po moje isto glasovali, tudi če mi se pogodimo za Avstrijo, za še en modern, sodoben referendum, plebiscit, verjamete mi, da bo isto. Ja. Jaz verjamem, če bi bil plebiscit Maribor, kar je sicer žalostno, če se priključimo avstrijski Štajerski ali pa Štajermark Avstriji, da bi 60% ljudi bilo za priključitev. Takšno stanje so pripeljali politiki, tako stanje so pripeljali ti ljudi, ki ne cenijo svoje nacije. Se danes noben več ne ceni svoje nacije. Slovenci ne, Slovenci sploh ne cenijo svojega rodu. To je neverjetno, to, kar se je zgodilo, to je prava katastrofa. Vse sem rekel, ko vidi srbo-hrvaško govorečega, takoj začne njihov jezik govoriti. Takoj. Pa mu rečem, pa poslušaj, vse on je sem prišel, vse tvoj jezik pozna. Bi se z malo prepiral, kaj me briga, ne? Hlapci od hlapcev. Za hlapce, dober je rekel Cankar, za hlapce. Sicer pa moram priznati, v taki mali naciji pa je bilo zmirno in vse ena skupina močnih ljudi, tako kot smo zdaj v Stranki slovenskega naroda, recimo, tako kot je bil general Majster, tako kot je bil on tam, tako jaz, ampak to je zelo mala skupina, ki pa je te ritualeznike nekako potegla za sabo, a veš, da so se potem nekako priključili. To je tipični primer pri osamosvojitvi pekarski dogodki, ne, ko sem jaz stopil tam tankovsko pot, jaz pa ena ženska, potem so prišlo nas 10 takih smo oštri Slovenci, potem pa so zadnji iz štantov razni kukači prišli in tja prišli strahopetno, razumeš, in začeli nekaj, ne. Hvala Bogu, da je Slovenija imela vsaj nekaj korenin in teh korenin ima Stranka slovenskega naroda, zdaj tudi tukaj in od nas je samo odvisno te male množice, da bomo držali ta slovenski narod. Pomoči od teh strahopetcev okrog ne pričakovati. In zelo primerno vprašanje, da nas ne bi več mešali Slovaško, ali bi SSN podprl preimenovanje Slovenije v Republiko Krajinsko, niti v najhujših sanjah, če se mene vpraša, pa kakšna Republika Krajinska, kaj te z vami je, kakšna Krajinska? Real, ja, upam, da je bila to šala. Za Krajinsko zelo dober poznam, ker sem živel tam mladih letih, 5 let gor, Krajinska bi ne bila jedro in srce slovenskega naroda, samo če Štajerske ne bi bilo, že Krajinske davno več ne bi bilo in cele Slovenije, ne. Pa ne da se zdaj hvalim kot Štajerc. Poznam Krajinsko deželo, poznam vse vasi, Žirovnico, Jesenice, vse tam sem okrog mlad fant hodil, jaz sem že takrat analize delal, ne, in absolutno absolutno, ko pravijo, da Krajinci so jedro slovenstva, ne, ja, na zemlje videl, kot ljudje, pa brez Štajercev ni Slovenije, brez Maribora ni Slovenije. Štajerska skozi zgodovino nikoli ni izgubila svojega ozemlja, ne, ali ga zmanjšala, ne, Krajinska ga je veliko krat, Krajinska je veliko ozemlja podarila hrvaškim banom, italijanskim banom, mislim, da celo en del Krajinske v Avstriji ostal, ne. Tako da, ne vem, no, Krajinci so svoje meje zelo slabo ščitili, veliko so se zanašali, predvsem na Štajerce, pa na Hrvate, no. Koliko so se oni na Hrvate zanašali skozi zgodovino, tako da so prav velike kose ozemlja so jim dali za te vojne krajine, tam so celo pustili naseliti Srbe, Žumberačko Gorovje, ne, to je ob meji za Slovenijo, to je bilo slovensko, krajinsko, pa so se Krajinci temu odpovedali v zameno za zaščito, ne, Hrvatov pred Turki, ne. Tako da Krajinska nikoli, Slovenija ne more biti Krajinska, ne, žal je Slovenija skupek enih zgodovinskih slovanskih narodov in to je ime Slovenija, ne. Mi smo čisto drugačni od Krajincev, ne, Štajerci sploh.
predsednika ste izklopili, kar nismo ga izklopili, jaz sem ga izklopil, ker je to moj YouTube kanal, pa se je napačno vedel. Da končamo s to temo, gremo na tisto, za kar smo imeli sliko celo Kostanja. Boste šla kaj na Kostanje ta december? Ja, Zdenko je bil včeraj na Kostanji, pa nisem tu na Kostanjih. Zdenko? Ja, včeraj sem se malo pogledal te proteste v Mariboru, ki so nekje, moram reči, potrebni v Mariboru, absolutno. Zdaj, kar se te Kostanje tiče v Ljubljani ali v Mariboru, moram reči, nora stvar, kaj ta oblast počne. Ta oblast počne, če gremo samo od preletov avionov, do te katastrofe, ki je zdaj v Sloveniji, ki se zadolžuje za milijarde. Med tem časom bi lahko zgradili v središču Slovenije že eno moderno bolnico COVID in vse bolnike, ker je malo, vozili tja. Ostale bolnice bi delovale normalno, ampak ti idioti, oprostite izrazu, ki so uničevalci lastnega naroda, ki so zdaj na oblasti in tudi, ki so bili prej, ne bodo naredili nič. Jaz menim, da to, kar se oni počnejo s tem COVID-om, glede na nogometne tekme imaš tudi, zanj so igrali v Mariboru z tem Tottenhamom 10,000 ljudi, brez mask, Zdaj pa pravijo, da ne sme tam, ne sme pojesti tiste, kaj že pa džere, tiste srpske hrane, ki pečejo v Ljubljani, ker slovenske tako ne znajo. In zdaj tisti čevapi, če to pečejo, ne morajo, da bi to pojedli, in ne morajo kostanje, češ kostanje pa lahko, zdaj da se nabrali okrog tistega šiptara, ko kostanje peče, tako je njihova navada, ker pač nimajo svojih normativov, nič, To, ki je pa vse pripeljal ta, ki vodi oblast, ti SDS, kaj so že ti, to je katastrofa, ko te ljudi vidiš. Mislim, da se ljudje ne zaveda, kako so lahko navijači enih takih idiotov, ki vodijo za državo. Kako lahko navija za to, potem pa se joče, da ima 500 evrov penzije. Pa človek bodi rada še ima 500, pa ti ne boš imel nič več, ker ti ljudje, ko zdaj vodijo državo, to je kriminalna združba, jaz poznam to kriminalno združbo. Jaz, ki se povabim na soočenje, dokaže, jaz smo vse zabeleženo. Glejte Kurca Sebastiana, malenkost odstop, glejte Bizjaka, glejte onega ministra za policijo, da odstop, drugi dan nič ne velja tisti odstop. Tu so te razlike, to je čista balkanska tvorba. Balkanska tvorba, glejte Janša okrog ima, ta rešitelj, komu pravite, ima okrog vse pajdaše Srbijance, na Dursu ima človeka. Pogledajte, koga na Dursu, koga ima svetovalca, pa tako naprej. To je srbska glava, ki vodi tu finance v Sloveniji. Pa a veste, kam ste vi ljudje prišli, Slovenci, a se sploh ne zavedate, kam ste prišli in kam grete, da vam ni rešitve več, tudi stranka slovenskega naroda vas ne more več rešiti. Pa je poštena stranka, ki nima enega kretizma, enega slabega namena, ki je naredila ogromno za ta narod v 20 letih. Samo seveda vi ste rajši volili meke iče, kot pa one pretepence, kot pa nas. Ampak to se bomo zdaj maščevalo. Ta oblast, ki je zdaj pa prejšnja, pa ta, ki je zdaj opozicija, ti ljudje je samo en cilj uničiti slovenski narod. To je edini njihov cilj. Industrijsko so ga že uničili, tako pravi minister za gospodarstvo, tale debeli kmet iz Slovenskih Goric, ali kot je, tale govori, kako je Olimje je spravil, on je največji podjetnik, ker je Olimje, ja, ljuba duša, voda ti bruha iz zemlje, ti pa boš se hvalil, kaj si naredil z Olimjem. Pokaži ti meni izdelek, ki si ga dal na traku ven, ki ga izvažamo, pokaži mi ta izdelek. Tip je direktor državnih term z idealno lokacijo, vse so mu zgradili in on pač to potem vodi on to. On pa je najboljši menedžer v desetletju. Mislim, ljudje pa, poglej ga, kakšen je, pa se to ne moreš verjeti. Jaz nikoli nisem verjel do 90. leta, da imam tako naivne sonarodnjake, da ne poznajo ničesar, razumeš? In medijski prostor, kar so slišali po medijskem prostoru, svojo glavo pa ne zna doben misliti.
ta idiot, ki vodijo zdaj, ti ljudje so popolnoma kriminalna dejanja imajo vsi za sabo. Vsi. Zdaj pridejo soočiti s tabo, pa bom jaz naštel vsa kriminalna dejanja, ki jih imajo. Od rušitja do nazaj, razumeš vseh, bomo našteli kriminalna dejanja. Ne? Da vidiš, to so kriminalci, ki vladajo, pa tisti štirje, kaj je oni ta drugi gor iz Korenske, tale Šarac in njegova kompanija, to je tudi kriminalno-balkanska kompanija, ne, ki ima tudi povezave družinske vsi z Balkanom, ti vas ne bodo rešili. Ti alternative pa ni. Alternativa smo samo mi, fantje slovenski, zato vabim slovenske fante in dekleta, ki ste zavedni Slovenci, pridite, malo časa se je. Ste prvi narod v Evropi, ki vas ne bo več v večini na svojem lastnem ozemlju. In to ne za 10 let, za 5 let. To vam pove Zdenko, izkušen možakar, ki je to vse skozi, od političnega zapornika do osamosvojitve Slovenije in tako naprej. Ti ljudje, ki so, da se ne menimo v mariborski občini, to še bi morda lahko povedali. Kaj ta počne, tale Arsenovič? Vete, ta človek je povečal davek na zemljišča za 50 do 100% ljudje. Prej je bila za zemljišče 25 evrov, zdaj je 45-50 evrov. Veste, obdržal je, zaposluje en kup novih ljudi. Zdaj je največje podjetje občina Maribor z kadrom političnim 350 do 360 ljudi. A veste, kaj je to? Maribor pa je ostal isti kot je. On si je naredil tam en trg in zdaj pravi, to je moje delo. Predmestja, kot so katastrofa, infrastruktura katastrofa, asfalti iz komunističnih časov, vse. Dobenega razvoja, edino privat, kaj so ljudje pridni bili, da so si hiše obnovili. To je res. In ta župan, gledajte, kaj ta župan počne? Tega župana je prav ne oni, da ga hoče zrušiti. Ta župan je gotov, jaz bom tudi rekel, da je gotov. Samo jaz to pot ne bom glavne vroge igral, zato ker sem jo pri onem županu iz Dupleka, eno glavno tistem, ko je pa popolnoma ausglezan, tisti sploh ne zna, ne ve, zakaj živi. In tu je ena akcija, zdaj še pa povejta vidva, kaj menita o Mariboru, o teh kostanjih in o teh zadevi vse skupaj. Samo malo, da tu pojasnimo. Piše se išče predsednik, ne, pač morate vedeti, da če niste z Maribora, ne razumete mariborskega temperamenta, pač tu se skregamo, pa naslednji dan gremo na pir. No, upam, da bo majc hteli na pir, no, kljub temu, da smo se sprli in skregali, ne išče se predsednik. Naš predsednik je trdno v sedlu, čeprav pač lahko mu kot podpredsednik rečem, da se v nečem moti. Svoboda govora. Svoboda govora. Mislim, jaz bi lahko bi imel svojega fota na streamu, pa bi ga skinil streama, ne? Pa to ne bi pomenilo, da svojega očeta nimam rata ali kaj nekega. Tako da to je to, ja. Toliko, da to jasnimo. Zdaj pa beseda je tvoja. Glede ukrepov, mislim, da so ti ukrepi, vse to smo že tako ugotovili, tako pametni, kot je pač pametna ta vlada. Ne? Sam jaz res ne vem, kjera stroka to priporoča, kdo sprejema te odločitve, ker to je katastrofalno. Ne? Tako kot smo že ugotovili, mogli bi te stojnice z kuhanim vinom bi mogle biti celo grajene z mrežo, za to zaščitno ograjo. Mislim, da podobno zaščitno ograjo imamo mi na meji, ne? Tako tista zaščitna ograja na meji zaustavlja migrante, ne? Tak bi ta zaščitna ograja okoli teh stojnic zaustavlja virus. Ne? Podobno bi bila delovanje, ne? Zelo podobna. Ne vem, če ne bo te ograje, ki jih vlada narekuje za stojnice, bolj učinkovite v tistih na meji. Bolj učinkovite, ne. No. Glavne neumnost brez meja, brez smisla, kakršne koli logike, ampak naj še to povem, eno zanimivost danes je, Vlada Republike Slovenije objavila en tweet na Facebooku, ne. To je tweet od Janeza Janše, kjer je pisalo: po okužbah med vodilnimi v Evropski uniji, intenziva bolj polna kot lani, zdravstveni delavci izčrpani, žena pravkar iz 3. nočne dežurstva v zadnjih 8 dneh na pomoč ekipe iz sosednjih držav. Ne?
najbolj zanimiv stavek je intenziva bolj polna kot lani. Ne? In jaz sem seveda spoj napisal, vlada lani še ni bilo cepiva. Ne? V 3 minutah je bilo 51 všečkov in potem sem videl, da so zbrisali ta post objavo dol. Ne? Tako da, vredno smo že ugotovili, da so mutirani virusi dobili podobne simptome, kot jih ima cepivo. Ne? Tudi to je zelo zanimivo. Ne? Prehaja vse skupaj v neki smeri, v neko smer gre vse skupaj, ko vemo, da je zelo zanimiva. Ne? Zdaj, če bo še to obvezno cepljenje, bomo pa mogli imeti referendum. Ne? Jaz samo čakam, da začnejo to forsirati, da lahko začnemo zbirati te podpise, pa da naredimo ta referendum, pa da zastavimo to norijo. Ne? Da nam vzamejo Božič, tako kot ta predsednica Evropske komisije Ursula, ne? Ona nam ga želi dobesedno prepovedati, ne? Naši politiki pa nam ga že nekako odvzemajo, ne? Če ne drugače nam ga omejujejo, ne? Z nekimi omejitvami. Ne? Žalostno, no? Žalostno. Jaz se za tem absolutno ne strinjam. Zdaj sem izgubil misel, pa se mi je zdela tako dobra misel, oziroma nekaj sem izgubil, nekaj pametnega. Zdi se mi, da sem nekaj pametnega želel povedati. Šalim se. Ampak sem res izgubil tole misel. Ti si hotel nekaj pametnega povedati, da ne si zabaven. No. Ja, imaš prav, to ne drži. Če smem jaz, sam pristop od začetka te bolezni je bil popolnoma napačen. Zakaj je bil napačen, vemo, ker so to nestrokovni ljudje. Ne? To je politično bilo. Morate vedeti, da potem, ko so avioni preleteli, ko je on rekel, da smo zmagali, ne? Potem se je komaj stroka začela vključevati. Ne? To je šlo vse skozi politično. Veš? Tisti Hrvat, ko je bil obrambni minister v času osamosvajanja, tisti je bil glavni doktor. Ne? Kacin. On je bil glavni doktor. Ne? On je pridigal, kako moramo se obnašati. Ne? In zato smo prišli tako dalje. Zdaj smo pa prvi. Glede, a se zavedamo mi sploh, da na vsaki dan umre 15-20 ljudi. Koliko pa nam jih umre, ki nimajo te bolezni, ki nimajo zdravniške oskrbe, smo se vprašali to kdaj. To so žalostne dnevi, veste. To so žalostne dnevi za tako malo nacijo. Ne? Pa dober nič. Na danes je umrlo 20, ni problema, danes je 15, umrlo ni problema. Nič ne povejo, kako, kaki način, zakaj drugi niso, kjeri so pa drugi umrli, ko imajo infarkt, ko imajo drugo, tretjo, 100 bolezni, ko ne pride na vrsto, ker so vse bolnice, kot sem rekel, bi morali za te milijarde zgraditi v središču Slovenije bolnico že za COVID, ostale bolnice bi normalno delovale, ne? Ampak ta denar so oni razstavali, se so nenormalne zdravniške plače, po 20 000 evrov so prejemali ljudje, ki delujejo tam, pa to je noro, to se lahko samo v nori državi zgodi. Ti recimo, človek pa za 40-50 let delovne dobe dobi tam 400-500 evrov, 600 evrov penziona, ne? In pravi, dobro, v redu je. No? Mislim, Ampak kjera stroka, Zdenko, kjera stroka ugotovi, da se ob hranjenju z kostanji virus ne prenaša, ob pitju kuhanega vina pa se prenaša? Ja, tale vladna naša stroka, Kangleri in taki naprej. Pa res lahko samo Kacin pa Kangler. Pa Bizjak in ti to znajo. Jaz imam najmočnejši argument za vlado, za ta njen odlog. Pri kuhančku postaneš družaben in vas je takoj več na kupu. Medtem ko pri kostanjih se izogibaš ljudem, ker kostanji povzročajo določeno brbotanje in izpuščanje plinov. Ko ješ kostanje, se spremeniš v veverico in odideš nekam na drevo, pa jih tam dobijo. To je tiste kanje. Gospod Rušiti, dajte mi
en kornetek kostanjev, zdaj pa grem kar na drevo. Ampak Ker nekaj pri zanimivo. kuhančki- Da te kebabnice ne upoštevajo dobenih omejitev, nimajo dobenih Ne, pogojev, ne, ni ne. to zanimivo. Ne rabiš, prijatelj, ne rabiš. To dobene Kaj ni. pokažem? Ne rabiš. Kaj boš? Jufko, prosim. Ja, dejansko ti Mislim, pa ljudje to je skozi non-stop odprto. delajo. Skozi odprto. Kako si odprto? Non-stop delajo. Ja. Oni so med Noben- epidemijo se razširili. Še malo pa bodo cigarete prodajati začeli tam. Kostanji, buraždžinice, sladoled, Limonade, sladoled, limonade. burek. Pa ni, da ni. Ja, veste, sicer je to smešno, ampak veliki davek pa nosi narod, ne? Veliki davek nosi narod, ne? To moramo vedeti, ne? Določene, kakšne so tudi družinske razmere postale v teh 2 letih, ne? Koliko je enih krutih umorov in tega vsega, ne? To so vse ti na oblasti krivi, veste, ker ljudje niso vsi tako samozavestni, kot sem jaz pa vi, ne? Mene ne more premagati nihče, jaz sem tudi Tita pa partijo skozi v negativnem smislu, so me obtožili in zaprli, pa se jih nisem ustrašil, ne, da bi se teh psihopatov tu ustrašil, ne, Bog ne daj, mene ni strah nikoli bilo, ne. Jaz sem imel največji proces 74. leta, z 20 leti starosti, ne. Največji proces, ki je v analih mariborskih sodišč napisan, ne. Samo Zdenko, pazi, ko bo rušiti na tebe poslal Mossad. Nima šans, nima šans, ker 500 metrov pred mano je vse zaščita. Nima šans. Ampak hočem reči, ko bi lahko zaživel slovenski narod, ko bi lahko zaživel, ko bi lahko bil res Eldorado na tem placu. Zdaj pa vidimo, kaj se tu dogaja. Pa kaj se tu dogaja, ljudje božji. Pa oni v Maribora sploh ni. Maribor vsi so na delu v tujini. Mi imamo Nigrad, ki plačujemo toliko prispevkov, ljudje, najdražje mesto v državi, 45 € plača za 15 kubičnih metrov vode. Ker je on župan prejšnji pijanec, ko je podpisal s francoski čistilno napravo v Digoša, je bil pijan, je pod mizo padel, ne? In je, še to bomo plačevali 20 let. Eno čistilno napravo je zgrešilo, pijanci so ga napizli, podjetniki francoski, in to čistilno napravo v Digoša še danes bomo plačevali in še 20 let, ljudje božji. Pa tega človeka treba do smrti zapreti. To je eden izmed prejšnjih županov zopet. Župani so se začeli takole naprej, ne, od tiste prve komunajzerke primorske, ko je padla pod mizo, ko se napila, do naprej, do vseh teh, do današnjega tega Čefurja, ali kaj že je, jaz ne vem, ne. Do tistega Kanglerja z Dupleka, kot sem pa prej že rekel, edini, potem tistega prejšnjega Fištravca, ki enooki Jack, ko je Norije Trajbo, ko je rekel, češ, da je glavni vstajnik, pa je zadnji den se pojavil na vstaje, pa so ga mediji Mariborski večer in pa Radio Maribor ustoličita, če bodo začela zdaj tebe ustoličici izvoljen, ni kaj, ne. Ona dva se ustoličita v barabo, ne. Zdenko, jaz sem si lepi trk naredil, ne naga seri, ne boš rekel, da se slabi župan bil. Pa veš, kako so noreli ti psihopati za njim, jaz sem to smel, pa jaz sem rekel, da to ni debata. S takim človekom, ko nima osnovnega znanja, nobenega jezika ne pozna ničesar. Prije si ga dubiškega hriba, vrha dol, pa se smeji, je pa vsakamo času. Ja, reči. Zanimivo je, da se ravno zdaj začelo to vse skupaj nekako povečevati ceno derivatov, povečevati ceno trošarin. Vse se je zdaj nekako dvignilo, se tudi meni zdi malo načrtno, nekako vse skupaj zateguje ta obroč, okoli vratu. Se nekako umetno to ustvarja, ne vem, ampak se mi zdi, da imamo mi izredno veliko ceno na splošno Slovenci elektrike, glede na to, da imamo, ne vem, verigo dravskih elektrarn, Šoštanj, nuklearno elektrarno,
Potem, če gledamo nafto, benzin, kam so šle cene, cigareti so se podražili, hrana se draži, z dneva v dan meso je dražje, ampak kot vemo, slovenski kmeti ne zaslužijo tega nič. Torej, se nekako načrtno umetno ustvarja to povišanje cen, nekdo služi, ne vem, če gre ta denar, nisem 100% v državno blagajno, mislim, da gre spet nekam mimo to vse skupaj. Ja, občinska blagajna se polni s tem davkom in s tem Nigradom in tako naprej. Občinska blagajna je za kar Mariboru precej močna. Maribor je bil čas 90 milijonov. Zdaj je občinska blagajna močna, ampak če imaš ti takšne demone zla, ki to, potem pa ljudje ne vedo, pravijo, kaj je naredil. Ljudje ne vedo, da smo jaz in ti plačnik v to blagajno. Ljudje niti tega ne vedo, da je naš denar to, davkoplačevalcev, ki polnimo blagajne, on pa dela s tem denarjem, kakor mu koli paše. On njemu je to vseeno. Lejte, recimo en primer, 8 let na kopališču Pristan, ta mali bazen obnavljajo, 8 let, ljudje božji. In zdaj so ugotovili, ko je obnovljen, da še zmerom ni tesnen, da ni zatesnen. Ja, lepo vas prosim, pa ti moraš takoj odstopiti, župan, tebe več ni. A veste, koliko je to gnarja 8 let obnavljati en 25-metrski bazen? Potem pa pride komisija pa ugotovi, da vendarle ni obnovljen, ampak on pravi, bomo glih tako odprli, da bomo ga pač odprli, ni problema, da ljudem ne teče voda skozi, ni problema. Mislim, ko to gledaš, mislim, nimam besedno. Tam sem želel malo komentirati. 8 generacij slovenskih otrok, mariborskih otrok se ni moglo naučiti plavati, zaradi tega, ker so oni 8 let prenavljali Pristan. 8 generacij imamo neplavalcev zdaj. Tako, zaradi takih idiotov. Evo ti. Potem pa še upa nastopati predrzno. In to povej, da on pa to ni kriv. To pa je kriv to. Kdo je kriv, če se meni ta soba podre danes? Ja, jaz. Ti pa si zadolžen za infrastrukturo, zato si minister, kaj si že Župančič, kaj si, kmečki. In ti boš odgovarjal za vse to, doben drugi, in moraš takoj zapustiti to mesto. In tudi bi še rad dodal samo to, Stranka slovenskega naroda je v sklopu svoje stranke leta 2010 imela civilno inicijativo za nadzor nad javnimi podjetji. Takrat smo dosegli, da 4000 občanov dobilo denar nazaj, ker je Nigrad zaračunaval nekaj, kar ne bi smel. On je zaračunaval, ko da imaš kanalizacijo v ulici, kanalizacije pa sploh ni bilo. In smo na sodišču zmagali in Stranka slovenskega naroda je takrat 4000 na dan omogočila, da so denar nazaj dobili. A pa mislite, da so to cenili? Nič ni to vredno. Stranka slovenskega naroda je naredila za občane ogromno. Nigrad bi davno že bil v rokah Krajnčiča in drugih tistih idiotov, ko so takrat nastopali. Če ne bi Stranka slovenskega naroda takrat prevzela roke v vajeti in rešila Nigrad. Seveda Nigrad pa je tak, da vsaki si nastavlja svojega direktora. Tam je en kup direktorov, ki pojma nimajo o tej dejavnosti. Ampak je za njegov, moj je. Enkrat je to Kanglerjev, enkrat je one, In zato imamo take blumozne, strašanske cene. Mi imamo cene take, da ti ljudje ubogi ne bodo več mogli plačevati tega. Zato pozivam vse, če je to namen protesta, da se vsi udeležimo tega protesta, masovno in da ga naženemo domov. Vse je treba, 350-60 ljudi zaposlenih, to je treba vse nagnati od A do Ž. Ni vas več, fantje in dekleta. Niste sposobni, gremo na novo postaviti ekipo. To je bistvo. Maribor ne rabi več kot 40-50 teh občinskih funkcionarjev. To je malo mesto. Pa še pol mesta dela v Avstriji sosednji, tako da doma tako doben ga ni kot starčki. Kaj boš delo? 50 ljudi je dovolj. Ostalo nagnat. Tu gre ogromne milijone za plače iz proračuna. Odkot pa zato pa imaš na Teznem in na Prežu take ceste. Pa dajte ljudje razumeti osnovno šolstvo. To je za 5. razred osnovne šole. Vse to vsaki lahko razume. Pa evo ti, en tipičen primer je tu, križišču se je cesta poškodovala in Nigrad toži lastnika, mene kliče, sicer še določen ljudje, ker vejo, da sem takrat imel glavno vlogo pri Nigradu, da smo rešili občane. On bi zdaj imel križišče, ker se cesta sesula na njega, da mora križišče popraviti.
In človeka so psihično že uničili, ker že to delajo leto in pol inšpektorje pošiljajo. On je na cestišču kriv, kjer se te ulici križata, da cesta prek povozijo seveda kamioni in vse ostalo. Slikali smo vse, pošiljali. Pa si lahko, da misle te idioti človeka hočejo psihično uničiti, veste? Psihično ga hočejo uničiti. In mu pošiljajo že leto rubeže. On mora cesto križišče popraviti na ulici. A mi pa nikrat plačujemo, kot sem rekel, vse živo, takšne cene, da je grozno. Mislim, jaz menim, da sem dovolj povedal. Jaz menim, da sem preprosto dovolj povedal, ampak to, kar se tu dogaja, tu ne reši nihče drug od ulica, oprostite. Nihče drug od ulica to ne reši. Ja, edini problem, ki ga imam jaz osebno z ulico, je ta, da pravzaprav ne poznam primera, ko bi se ulica spontano odprla. Vsi protesti, ki se jih spomnim iz preteklosti, so nastavljeni protesti, kot so verjetno bili tudi ti protesti, ki si se jih udeležil ti Zdenko v Mariboru in kakršni so potekali lani pod vodstvom Jenula in kakršni potekajo pod vodstvom Stevanoviča v tem letu, ali kogarkoli pač že, ne, žal. In eno ključnih vprašanje, kako lahko ljudje, ki smo res zainteresirani za izboljševanje situacije ali pa za pozitivne spremembe, kako lahko prehitimo delovanje, če želite, Udbe ali Sove ali tajne policije v sodelovanju s politiko, ki je vedno korak pred folkom pri organiziranju protestov. Ne? Oni organizirajo proteste, so za stare fore. Oni organizirajo proteste, da nam deluje, kot da mi protestiramo, zato mi ne gremo protestirati. Ne? Zato se mi ne organiziramo in na tak način se tisti momentum, ko so ljudje res jezni in bi se morda uspešno sami in spontano organizirali, uniči. Ne? In to se v neprijetnem položaju smo, kar se teh stvari tiče. Tam sem samo želel prej malo komentirati o kmetijstvu. Zdi se mi, da je tudi slovensko kmetijstvo v zelo zapletenem položaju, zaciklani so v... Prvo, kar se naredi, ko prideš v Evropo, se začne kmete podkupovati z evropskimi sredstvi in podobnimi zadevami. Ne? Prvo se jih podkupuje, potem se jih nafura, tako kot se nafura heroinske odvisnike na heroin. In potem jih imaš v rokah, da jim lahko narekuješ kako, kaj, kdaj, koliko in česa. Obenem pa jim na koncu dneva še ti določaš, koliko kaj denarja gre njim. Oni so pa zadovoljni, češ da so varni, ker pač prejemajo te subvencije in preživljajo iz dneva v dan. To je po mojem velik problem, pa ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropi. Ko bojo pa želeli, bojo pa taki spodrinili male kmete, kolikor jih že niso, z velikanskimi polji raznih multinacionalk in korporacij, ki nam bojo potem talale pač jabke po potrebi, ne? In koruzo in vse druge pridelke. Ne bomo imeli ničesar, ampak bomo imeli dovolj in bomo srečni. Ne? To je to. Še imamo kako temo, fantje? Vsake toliko bomo dobili iz Evropske unije pošiljko gensko spremenjene koruze in pšenice, katero bomo lahko sadili. Vsak kmet bo dobil točno določeno število te koruze za seme, katero si bo lahko posadil, ne, da bomo zadostovala potem vsaj za njegovo skrbo. To imaš čisto... Neofeudalizem. Ja, kmetje so postali sužnji, ne. Vrača se jim tisto, kar so delali 500 let nazaj, ne. So imeli svoje te hlapce in dekle, ne, zdaj so pa oni hlapci in dekle, ne. Za na konec mogoče še, ker gremo proti koncu. Prej smo govorili o termah, ne, in o njihovih direktorjih. Mislim, da je Počivalšek tudi bil vodja nekih term, direktor nekih term, ne. Zgleda, da pri nas kdo je dober, Olimje, ja, kdo je dober direktor term, potem za nagrado dobi še politično stranko, pa lahko gre v politiko. On je porihto je Olimje.
Ja, ampak to še ničesar ne pove o Počivalšku, ampak pove o njegovih predhodnikih. Še ničesar ne pove o tem, kako kompleksno je biti direktor državnih term. Pa tudi, če niso de jure povsem državne, ne, pa ne vem, kako je lastništvo v teh termah Olimje, pa vseeno, dejstvo je, da on ni tukaj vložil nobenega svojega denarja, ni hodil prositi okolje za denar, ni načrtoval gradnje, ni naredil načrta, kako bo to izgledalo, kako se bo služilo in tako dalje. On je prišel na izdelano zadevo, kot to vedno pridejo državni direktori, ne? Tako kot je Janković prišel v Mercator, ko čujem za njega, da je podjetnik, kaki podjetnik v državnem Mercatorju, pa kaj ste normalni vi, pa to je lahko dihur vodi. Mislim, ja, vse ti povejo, da ne dobiš cetlica, kaj moraš jesti za malco ob 12. In potem si ti, imel je... Počivalšek pravi, Olimje že so 50 let, ne, 60, Počivalšek pride tja, pa 2 sobi novi naredi zraven, pa reče, to je direktor leta v Sloveniji. Voda pa bruha ven, ne, ko je zelo težko tam kaj, tam je pa res hudo težko narediti, ki že 50 let hodimo tja se kopati vsi in gradimo vse skupaj, razumeš? In on je direktor leta, ne, razumete? Gospodarstvenik. Samo Poglejte, kako težko je bilo biti direktor Adrie, državnega letalskega podjetja. Kako zelo težko je bilo biti direktor Adrie. Ne? In koliko je takšnih državnih podjetij, kjer pa ni bilo uspešnih direktorjev, ne? In smo jih prodali ali pa zapravili. Ne? Mura, recimo. Ne? Ja. Še nekaj bi morali mi zahtevati. Boki, daj mir. Ja, jaz bi še samo to rekel vama. Glejte, mi moramo še eno zelo pomembno stvar imamo. Zelo pomembno. 2-krat so banke spraznili. In če do danes nismo dobili tistih ljudi, ki so zabeleženi na bankah, kateri so banke spraznili. A veste? To je naša naloga stranke. Seveda ne bomo dobili. Nekaj imen je znanih, kot Zvon 1, Zvon 2 in tako. Ampak to še en kup strankarskih ljudi, ki so nosili denar ven iz bank. To je na tisoče ljudi na lestvici in jih nikoli ne objavijo. To mora stranka slovenskega naroda zahtevati, da se imena objavljajo, kajti banke smo sanirali mi, davkoplačevalci. Ne? In naš denar so za sanacijo bank. 2-krat so banke spravili. To je zelo pomembno. Čudim se, da vse politične stranke so o tem tiho. Nič ne govorijo. To je zelo pomembna zadeva. Lopove napisati po vrsti. Ta je odnesel 100 milijonov, ta je odnesel 30 milijonov, ta je odnesel 20 milijonov. Tako potem boste pa videli, da teh strank ne bo več v parlamentu. Dokler pa tega spiska ne bo, pa bo zopet navplahtali vse ljudi, kako so dobri. Ne? Oprostite, vse ti ljudje so si bogi, jaz sem sicer drugače razmislil, v komunizmu že sem bil zapornik, pa tako, ampak večina ljudi pa še zmerno ima pač v možganih Tito partija, kot sem rekel, še bo trajalo nekaj časa, sam bojim se, da bo predolgo trajalo, da med tem časom slovenski narod izgine. Ne? To je problem. Ker ljudje ti še bi zmerom zdaj nekako so se vrli nazaj na Tita, na partijo, na to bratstvo, ko sem že stokrat rekel, ko jih poslušam. Jaz še jih malo spravljam, raziskujem te zadeve, tam, ki se ne poznam bolj, ne, moraš biti prefrigan, da to raziščeš. Ne, in vidim, da so popolnoma vzlezani po 30 letih. Zdaj jim zelo manjka to balkanski sistem, ne, in zelo manjka. Ne. In zdaj, če ne bo to hitro, teh imen zunaj, ki so pokradli denar iz bank, to so bili razni ljudje, ti si bil recimo pri SDS v stranki, pa si rekel, da boš odprl neko firmo, pa si imel tam na banki te čakal bankir, pa si dobil 800 000 evrov. Takih je bilo 1000. On je kupil na Dalmaciji plažo, rekel, da je kupil, seveda je šlo vse Grunde, ne, pa je dobil 10 milijonov. In takih ljudi je spisek treba dati, teh ljudi je treba spisek dati. In potem bojo ljudje videli, kam so padli, pa zakaj imajo 500 evrov penziona, zakaj imajo 800 evrov plače. To je bistvo. Ja,
Pa to je tudi ozadje tega, ko se govori o SDS-u kot o podjetništvu naklonjeni stranki. Tole podjetništvo, recimo imaš državno firmo, ne, katere direktor je pač SDS-ovec, ti dobiš namig, da ti bo ta državna firma plačevala, da boš ti za njo delal to pa to, ti moraš samo nabaviti stroj, da z njim delaš to pa to, ti dobiš na banki, kjer je seveda SDS-ov človek, dobiš kredit, kupiš ta stroj in opa, mašina za denar laufa. Ne? Ampak tu zadaj se bo govoril, to je uspešen podjetnik, ne? On je na prostem trgu uspel in podobne zadeve. Ne? In oni so propodjetniška stranka in tak te zadeve deluje, libertarci pravijo kroni kapitalizem ali pa dogovorni ali pa pajdaški kapitalizem, kot temu pravi sicer meni ostudna Vesna Vuk Godina, ampak kljub vsemu ta izraz pa je uspel, ne? Pajdaški kapitalizem je to, ne? In te zgodbice o kapitalizmu, prostih trgih, to je zgodba za male fruce. No? Pa ne samo pri nas, vse v Ameriki je podobno, ne? Ampak o kreditih z malimi obrestmi, o kredit z ugodno obrestno mero. Mi smo pa dobili od Evropske unije veliki kredit, milijarde kredita, ampak tako ugodno kot pa trenutno, tako pa ga res ne bomo več nikoli in nikdar dobili. Ne? Neverjetno ugodna obrestna kreditna mera. Pa veš, zakaj je to? Kaki bombončki? Pa veš, zakaj je to? Ker iz Evrope gledajo, oziroma ti bančniki gledajo v Slovenijo in vidijo, kdo je na čelu, in vidijo Počivalška. Vejo, da je naredil podjetnik Počivalšek, ki je čuda naredil z Olimjem, in vidijo pa seveda našega velikega nadvojvodo Rušitija in si rečejo, ja, to tem pa moramo dati po najnižjih po negativnih obrestnih merah, to ti pa naj gradijo, ker to ti bojo zgradili, to ti so že pokazali, da znajo zgraditi in ja, in to je to. A pa lahovnika. Strah jih je, Aleš, da bo Slovenija izstopila iz Evropske unije. Zato imamo mi zelo ugodno, mi imamo zelo ugodno obrestno mero zaradi tega, ker lahko v vsakem trenutku zapustimo Evropsko unijo. Ne, on pride, Janša pride pa reče, čuješ ti, kaj nam boš dal za ti kredit, ali gremo mi vun. Na, se zajbava, jaz bom še Orbanu rekel, da gremo skupaj vun, pa Orban bo rekel, takoj bo gotovo. In oni rečejo, gospod Janša, to vse izvolite. In to vse Janša zrihta, ne, tak Janša to zrihta, ne. Tu nam neki SDS-ovec piše, da nam kulovci ploskajo, pa veš, kak mene boli kurat za te tvoje kulovce, pa o tem, kaj piše mova. Ti mu reči, to pa moram stopiti, ti mu reči, to je političen zapornik, titoista je blato in razbijo SFRJ. On je boril se proti kulovcem in komunizmu. Reči, tvoj Janša, tvoj Rušiti, pa je bil partijec, ki je na izlete vozil ljudi v jajce. On ne more meni tega govoriti. Ker sem preveč Slovenec in preveč sem naredil za to državo. On, ta kulovec, je se meni za kulovca, pa tega norca, pa tega Janšista, norega. To so pa komunajzari, to so pravi komunajzari. In on je zdaj ljubosum in meni bo govoril politično zapornik v stari Jugoslaviji, v prejšnji Jugoslaviji o komunizmu. Pa pazi, ti debili, preproščine, žive preproščine. Mi zvenimo preprosto, ker govorimo v našem mariborskem dialektu, bolj ali manj, pa se sprostimo, pa se kdaj tudi razpizdimo, pa govorimo grde besede, ampak ta intelektualna preproščina, ki izhaja iz tega kurčevega SDS-a, ki ne zmore razumeti. Mislim, tukaj so trije nacionalisti, slovenski rodoljubi, ki tvegajo svoje življenja, svojo prosperiteto, se izpostavljajo. Meni so ukinjali bančne račune, meni so sredi leta so mi ukinjali pogodbe za moj SP, danes moram delati v Avstriji, ni tako, kot da me plačuje kak kučan ali karkoli takega. Ali slišite, da jaz tematiziram kak je komunizem ali karkoli takega. Imate Zdenkota, ki je bil
politični zapornik v jebenem komunizmu in vi, govedo boste nam, da smo komunisti, pa neki kulovci, pa kaj imamo mi skupnega z jebenim Albancem, Šarcem, pa z nesposobno Šiviljo, Alenko Bratušek, pa z onim popičkurjenim Luko Mescem, ti degen SDS-ovski, boš nam trem, ki smo rodoljubi, nacionalisti. Ki smo ti naredili Slovenijo. Ti Ki smo boš ti nam naredili, da govoril. imaš svobodo danes. Ma sramuj se, govno, jedno govedo neinteligentno. Skrij se v svojo mišjo luknjo, skrij se, pa se nikoli več ne pojavi, pa si ne drzni več. Nam boste vi, SDS-ovci, govorili, da smo komunisti, rdeči, da nas kučani plačujejo. Komuniste Pa kaj imajo vi na ste oblasti. normalni, idioti? Same komuniste imajo na oblasti. Meni Same zadnje komuniste cajte imajo na govorijo, oblasti, ne. zadnje cajte mi govorijo, da sem desni partizan, ne. To moram javno povedati, da če je pač nacionalsocializem bil partizanski, potem ne vem, pač sem res partizan, ne. Ampak koliko sem jaz razumel zgodovino, so se partizani borili proti nacionalsocializmu, ne. Tako Zdaj da, pravim, lej, moraš Kaj se tem ljudem razburjamo? povedati. Nič se ne razburjam. Tudi mi smo jasni in pomagal, da danes imajo svobodo govora. Naj pri Titu, pri Maršalu pa Jugoslaviji bi to govoril. Skrivač, tam bi govoril, če si upal. Jaz sem ti naredil samostojno Slovenijo in meni podobni ljudje smo ti naredili, da danes lahko na ulici praviš fašizem, nacizem, se dereš. Pri Titej kurba bi prišel ven, če bi upal. Nisi upal na plano, ha? Tako da bedno od vas. Predstavljate si Zdenka, ki je bil politični zapornik v tisti Kurčevi Jugoslaviji, ker je upal govoriti proti 20 Titu in let star, predstavljate si tistega Janšo prestrašenega, ko so ga kot da privedli na zaslišanje in ko so se dogajale tiste zadeve na Roški, posran je bil pa Tita, več sploh ni bilo, Jugoslavija je razpadala in tajna policija niti slučajno ni bila več tako strašna, kot je bila v časih, ko je politični zapornik postal Zdenko Vinko in vi boste primerjali, pa si upali, pa drznili ustanovitelju te stranke govoriti, da je komunist ali pa rdečuh ali pa kučanovec ali pa kulovec. Pa kaj vam dogaja v teh butastih, nerazvitih, nerazbrazdanih možganih? Idioti. Zdenko je leta 91 izrezal zvezdo iz zastave. Petero, kako zvezdo se je zrezal, naj si grejo pogledati. Ja. Danes pa jo nosijo, pa prosijo, da bi se vrnila v zastavo. Ne? Dokaj je stranka slovenskega naroda, z vsaj enim članom se to ne bo zgodilo. Dokaj ima stranka slovenskega naroda samo enega člana, ne bo zvezde v slovenski zastavi. Nikoli. Rdeče zvezde, petokrate nikdar. Ker tri imamo, ne? 3 celjske zvezde imamo, tiste so lahko. Ne? Samo rdeča pa ne sme biti. Ne? Pa mogoče si mu zdaj nadeli Davidove zvezde pobarvane rumeno, da bomo strašili na okolje, da smo koži. Troha je že ima, ne? Troha je že ima. Ja, hodi. Jezus Kristus, Marija. Pa kaj si ti nor? Kje so tega našli? Vse edino je pa to narobe, ne? To pa moram na koncu dodati, da zdaj ti domoljubi pri tem malem narodu, kot je slovenski, da pa ne moramo se združiti. Ne? To je žalostno. Da bi lahko skupaj nastopali in neko alternativo ponudili, veste, na volitvah. Ne? Ker kakorkoli je, kako oni pravi, kako bojo naredili ljudo vlado, pa ne vem, vse je lari fari. Volitve bodo, govorim jaz, pa če se ubijete med sabo. Volitve bodo. In na volitvah bo zmagala ta protislovenska ekipa, ki je zdaj v opoziciji oziroma poziciji. Ni druge, če mi ne bomo postavili alternative. Pa ne bom jaz kandidiral več, to ne. Ampak rad bi, da vi mladi Slovenci, ki ste in Slovenke, da rešite ta narod tek 5 pred 12.
Zapomnite si 5 pred 12. Mi smo vso statistiko že dali na spletne portale, koliko je avtohtonega slovenskega naroda, koliko je tega naroda, koliko je onga. In v tako mali etnični skupini, kot je slovenska, če ne boste zaustavili podeljevanja državljanstev, če ne boste zaustavili priseljevanja, je konec za 5 let z većinskim slovenskim narodom. Zato pozivam vse Slovence, pridružite se stranki slovenskega naroda, Slovenke, da boste postavili slovensko alternativo na volitvah. Tem zblojenim norcem 30 let vas vladajo. Tako levi kot desni, ki so pa tako oboji komunisti, ne? Iz partije izvirajo vsi. Ne? To je edina rešitev. Jaz vas pri teh letah ne morem druga spodbujati več. To je edino, jaz bom pomagal. Ne bom na volitvi kot kandidat, ne bom več na volitvi, bom pa vam pomagal za srcem. Ker meni bo tudi lažje omreči, bo videl, da moj narod obstaja. Ne tako, a ni tako. Ker sem to kdo skozi, ker sem bil zaprt, tepen od udbe, peker si dogodki sem zalil, zdaj sem ven resel. Ja, lejte, meni ni vseeno, če propadate, pa makar včasih rečem kakšno grdo, ki si morda tudi ne zaslužijo vsi, ne. Pravim, da neka skupina Slovencev vsaka en čas, ne. Zato bi rad, da se v Slovenci povežete za to stranko slovenskega naroda in predstavite kandidate in greste na volitve in poskušate rešiti ta slovenski narod. To je zadnja priložnost. Za 5 let več ne bo priložnosti, ker je manjšinski narod, ko bo srbske horde, albanski, šiptarske horde sprejele večino, kot so že v nekaterih mestih danes, ste končali zgodbo. Pa se zavedate, kaj ste končali. Zdaj, ko bi moral biti razcvet naroda, ko smo vas osamosvojili, boste rekli, konec je z nami. Pa se zavedate, ljudje božji, kaj počnete. Nič druga ni. Stopite v stranki slovenskega naroda, javite se, kandidati bodite pošteni ljudje. Bodite kandidati in pošteni ljudje. To bi jaz imel. Hvala lepa. Hvala, Zdenko. Sašo, še kakšna zaključna misel s tvoje strani? Mislim, da je Zdenko vse povedal, zdaj pa res sem ostal brez besed. Tudi jaz, hvala Zdenko za tale monolog, bil je izvrsten. Tako da, to je, kar se mene tiče, prav tako vse. Hvala vama, da ste se odzvala na moje vabilo, hvala, da ste prišla na moj stream. Se opravičujem zaradi svojega temperamenta, taki pač sem. Če vas moti, volite stranko, volite program stranke, volite koga drugega. Če vas moti moj temperament, nihče ne pravi, da morate voliti mene. Kadar poslušate mene, poslušate moje argumente, ne samo opazovati, pa se fokusirati na moje osebnostne hibe, kakršne koli že te so, če so to hibe. In tudi jaz vas pozivam, da tiste Slovence, ki vam je zato mar, da se pridružite stranki slovenskega naroda in da skupaj z nami poskušate, če se še da kaj storiti. No. Ja, res je, to še mogoče za konec. Ljudje, volite program, volite stranko slovenskega naroda, ne pa njihove člane. Ne. Jaz verjamem, da se vsakemu ne dopade, ampak program stranke je pa tisti, zaradi katerega sem se jaz odločil za stranko slovenskega naroda. Nisem se odločil ne zaradi Zdenkota, ne zaradi Majca, ne zaradi Aleša, ampak zaradi programa stranke. Tako. Hvala. Dragi moji, lahko noč, držite se. Lahko noč. Predo, Bog dajte. Kaj se biti, fantje? Pa v boj za narod svoj. Ja, boj za narod svoj.